Ljudje in ljudje, poslušate 110. epizodo, tretjo epizodo meseca Fantazije, podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, orki, ki se bašejo z ostanki Dunadanov, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in moja malenkost Aljoša Hrlamov, tokrat s prav posebnim slavnostnim gostom. Danes je vse v znamenju številke 3 in tudi zato je že tretjič z nami prevajalec in špilski entuzijast Sergej, hvala sneti. Žijo. Med drugim tisti model, ki je podpisal pogodbo s Hudičem, to je mladinsko knjigo, da bo kot tretji in tisti, ki jih vse poveže, prevedel Gospodarja prstanov v slovenščino. Skratka, sneti, mi smo si seveda pripravili ogromno vprašanj o novem prevodu. Imaš pripravljeno, kje je prva verzija rokopisa? Pride kmalu. Ja. Ne, ti se res hecaš, ampak čakaj, kaj zdaj, sem mimo grede, da to odložimo. Jaz sem zdaj že vmes pozabil, je načrt mladinske, da vse tri naenkrat izdaje, to še vedno velja? Ja, vse tri jeseni 23. Okay. Skratka, vse tri knjige jeseni 23, ljudje, začnite šparat. Danes... Kaj torej lahko pričakujemo tako izdajo, kot je Stati in obstati, pa začetki temelji slovenstva? Ne vem, kakšni so plani pravzaprav, ampak ne bi se čudil. No, skratka, danes delamo fantazijsko in božično super klasiko, eno najboljših filmskih trilogij vseh časov, o tem bomo spregovorili kmalu, Lord of the Rings ali svetovno znano kratico Lotar, ekranizacijo ene najbolj prodajnih knjig vseh časov, v slovenščini je to seveda Gospodar prstanov, za tiste, ki imate ta fetiš. Skratka, gre za fantazijsko klasiko, ki je dobesedno izumila žanr, avtorja Johna Ronalda Royala Tolkiena, eni rečejo Tolkien in Tolkien, kakor ste se pač navadili. Tolkien. Exactly. Ja, Tolkien naj bi bil, ampak glej, Slovenci, Tolkien. Ja, pa Štajerci. In še Štajerci. Pa še Šajerci. Skratka, gre za filmsko trilogijo, ki zajema filme The Fellowship of the Ring, Bratovščina prstana, oziroma v snetjevem prevodu. Bratovščina prstana. Kakšen antiklimaks. Ne vemo še. The Two Towers, dva stolpiča. Ne? Dva pa nista. Srbi imajo meni dve kule. Dve kule, ja. To je boljš, kaj če bi imeli kar dve kule? Mi imamo stolpa, ne? Ja, stolpa, ne rabiš povedati. Meni manjka ta dva za poudarek. Vem, ampak trikrat si reči stolpa pa v švedo. Hvala za dvojino. In The Return of the King, kraljeva oziroma kraljeva vrnitev. To so 2001, 2002, 2003, skratka filmi so izhajali vsako leto. Prvi film pa je doživel premiero, predpremiero je bila 10. decembra 2001, na redni spored v ZDA in po svetu pa je prišel ravno med 19. in 20. decembrom 2001, skratka te dni praznujemo njegovo 20-letnico. In če filmov niste gledali, resno ljudje, ne vem kaj naj vam rečem, če filmov niste gledali, poglejte, skratka, obilo bo kvarnikov, ki pa absolutno ne bi smeli biti kvarniki, o tem sploh ni govora, vse je to nekaj, kar bi morali pogledati vsi. Maestro, zaigraj nekaj veličastno epskega. Howard Shore. Ja, Best interpretation ever. Skratka, danes delamo Lotar, žanr je seveda epska fantazija, to je mesec fantazije, že tretja epizoda, nimamo sponzorja, tle bi mogel biti sponzor, tako sem se je zmenil, pa nimamo sponzorja mesece fantazije, tako da mi je zelo žal. Kaj, kdo? Ne vem, jaz sem hotel kakšen, ne vem. Cankarjevo? Ne. Jaz imam idejo. Mogoče veš, oni tipi, ki delajo na nagrobnike, pišejo, veš, kao črke, veš, kao ti fonte uporabljajo. To nekaj tako. Klesač. Ja, klesač. Ti bi bili sponzori.
Ja, veš, kaj ta Lord ima ful, tak font pa to. Pa, da bi več ljudi se odločalo za tak font. Ta najdražji izmed vseh, ki vse poveže na pokopališču. Zelo radostno za nov let. December, veseli december. Skratka, filme bomo delali, o knjigah bomo tudi kaj govorili. Jaz vem kot fakt, da eden od nas 4 ni prebral knjig. In tudi o tem bomo kakšno rekli, ampak še prej seveda režiral je vse 3 filme Peter Jackson. Marsikdo, ki ima rad slabe filme, ali pa B-filme, rečemo temu, skratka, take filmčke ga je poznal že prej, leta 87 je naredil Bad Taste in 92 zombi klasiko Brain Dead. Mislim, jaz sem gledal, mislim, da oba. No, Brain Dead sem gledal, ja. Sej Brain Dead je ono, ki se on zalepi selotepom, da mu možgani ne padajo. Ne, to je Bad Taste. To je Bad Taste. Okay. Pa žlampanje brozge. Pa motorko. Bad Taste vejo, o čem govori. Ja. Pa z motorno žago. Ja. No, kosilnico, ne žago. Snet kosilnice. Ja, tudi je nekaj. Ali ni ta sekular? A veš, ta krožna? Možno. Sem tudi kosilnica, malo ne. Mislim, da kar nekaj gospodinskih pa vrtnih aparatov v sredi. Home appliances, abandi je to. Če imamo prevajalca, kako bi pa Peter Jackson prevedel kot Peter Oslič? Ti bi kar prevedel. Osličkov Peter. Skratka, Igor je še hotel nekaj o Osličkovem Petru. V bistvu je naredil eno zelo lušno horror komedijo, poudarek na komedijo. Ne, Frighteners z Michaelom J. Foxom, super film, ki ga mogoče kje najdete v kakih videotekah, ful priporočam, res zabaven film. 92, Pa Heavenly Creatures, ki pa je pač en boljših filmov 90-ih in mislim, da predn disamo, da kdo ni kakšne knjige prebral, ste ga videli že pogledali. A je Heavenly Creatures? Mislim, da je vseeno ta dis, da nekdo ni prebral Gospodarja prstenov, malo hujš. No. Ampak gremo lepo po vrsti. Skratka, po Lord of the Rings je naredil trilogijo Hobbit. Jaz ne vem, kaj mu je bilo. Ne vem, kaj je bilo komorkoli, no, ampak naredil je še Hobbita, žal, to je isti režiser. Ja. In pa nazadnje ima pa dokumentarce o Beatlesih. Skratka, The Beatles Get Back na Disney Plus je, če se ne motim. Skratka, za tiste, ki imate Disney Plus, kar ni noben legalno tle, ampak skratka, Beatles so tam. In pa glasbo seveda moramo tu omeniti, ki jo je naredil Howard Shore, ki smo ga že nekaj omenjali. Jaz sem prebral na Wikipediji, da je naredil od 85 do 110 leitmotivov za pač posamezne like, prostore, kulture in tako. Bom dal v zapiske od spod en YouTube video, en glasbenik, ki gre skozi, kako se ti leitmotivi prevevajo, pa pogovarjajo drug z drugim, tako kar cela teorija za temo, tako da ni kar to neki Affengunst, da je dost intelekta za temo. No, skratka, Howard z obale je naredil to muziko. Potem pa seveda film je skupaj bil nominiran za 30 Oskarjev in od tega je 17 dobil. Zadnji film je dobil tudi za najboljši film in režiserja. To je za vas Oskarjeve navdušence. Tudi nekaj vas je. Filmi so skupaj stali 281 milijončkov, zaslužili pa, to mislim, da je samo v kinematografih, pa 2 milijardi 991 milijonov 216 tisoč 79 dolarjev. To je v kinematografih najbrž celo brez teh, ko so imeli reruns, pa re-releases, pa tak dalje. Ja, mislim, da je to ta reden spored. Skratka, mičken več, kot je stal, no? Bomo tako rekli. Zdaj, igralcev vseh ne bomo naštevali, mi imamo tukaj en plonk listek, če bomo koga slučajno pozabili vmes, da se spomnimo, kdo je že igral Aragorna, kaj že s temu ime. Skratka, Hidalgo. Hidalgo, ja. To je to, Lord of the Rings je skratka tema, jaz sem ga pogledal še enkrat, Igor tudi, vem, da je prav sneti, ti si ga zdaj še enkrat slučajno gledal. Zakaj se ga znam na pamet? Ampak seveda, da se razumemo, gleda se sam extended verzija. Oziroma ne, moram popraviti, kao Tina je zadnjič zelo brihno rekla, kao imaš film pa skrajšano verzijo. Ja. Za prave fane je to tako. Za množice je skrajšana, ki pač mora tudi na WC kdaj iti. Za vse ostale. Ta množica. Jaz se tu ne strinjam čisto povsem. Menim, da je ta prava verzija
edina prava, ampak za prvi ogled, če nekoga uvajate v to, jim najprej pokažite ono, da cenijo tudi osnovno verzijo, ki se jo da pogledati v doglednem času in jim potem jih navdušite še. Jaz bi rekel, da je osnovna verzija knjiga, veš, prijatelj moj. Kar začnimo disati, Igor je zadnjič priznal, mislim, da že parkrat, ampak vedno sem bil šokiran. Zbriševa to spomina, da skratka ni prebral knjige. Igor, zakaj nisi prebral knjige? Lahko tle začnemo ta podcast, ja? Skratka, jaz sem zadnjič, moram reči, da Ljoša bral tvoj esej o tem, kako imaš ti zelo čustven odnos do te knjige. Bom se potrudil, da te ne vznemirim preveč. Nekako nisem prišel do fantazije, ker sem imel raje horor vedno v srednji šoli in sem potem na faksu si pa šel takoj, ko smo se učili o Tolkienu pri ta pomembnih stvarih, ki jih je delal povezanih z lingvistiko, ne pri popoldanski obrti. Kar, shots fired. No, in ko smo ga omenjali, sem potem šel si sposoditi to knjigo v knjižnici v angleščini. In sem prišel tam do tega gospoda Toma Bombadila. Toma Bombadila in takrat sem ugotovil, da se pa to malo prepočasi premika in da bom kako drugo knjigo od, ne vem, 100, ki sem jih moral prebrati tekom faksa, šel raje brati. A te kaj žal? Potem, kasneje sem videl filme in sem takrat ponovno pomislil, mogoče pa bi bilo to za prebrati, ker filmi so res slepi in zagotovo temeljijo na knjigah, ampak takrat... Zagotovo temeljijo na knjigah? Mislim, temeljijo na dobrih knjigah. No. Ne je kritika, gospe in gospodje. Ampak takrat se je vzpostavilo tisto vzdušje, ki... boste zagotovo kmalu vedeli, o čem govorim, ker vsi odpadejo v to in vsem totalno kul in vsi to berejo in so vsi od nekdaj fani in se ti zdi to tak neki čist too much. In potem dejansko tudi takrat nisem prebral knjig. Sem potem ne prav bral, sem pa gledal Gradišnikov prevod, sem imel pripombe glede tega, ki jih je Pižama se ni strinjal z njimi. Pol pač se nisem nikoli lotil tistega prevoda in edini pol fantasy, ki sem ga bral, ki je omembe vreden, je bil Gospodar prstov, ne, ono to drugo, kaj je že, Game of Thrones. Aha. Sem vse prebral, pa Shadow and Bone. To okay. Pa, ja. To je tvoj fantasy pedigree. Vse najbrž sem ga še kaj bral, ampak to so take, ki so mi ostali v spominu. A lahko nekdo izključi mikrofon? Samo utišati. Turn it off. Ja, mogoče vseeno sneti, kaj pa ti, kako si se pa ti srečal z gospodarjem? Kako sem se srečal, kaj s filmi ali s knjigami? Tudi oboje, lahko tudi najprej za knjige, se gotovo si prebral prej, ne? Ja, seveda. Mislim, da... No, tukaj imamo nevernika. Ne, seveda sem prebral. Nameravam pa prebrati tvoj prevod. Kupu si je tako še 2 leti zdaj. Res sem rekel, kdaj ga bo prebral. Sem, da ga bo prebral. Zdaj spet, 2 leti plus. Ja. Nekako sem pričakoval, da to že pride marca ven. Ne. Jaz pridem z marcem ven s tem, ne? Ampak s prvim delom. Ja. Ne vem, kje sem knjige, mislim, da sem pač cel ta milje preučeval, ne? Zdaj, se ne spomnim, ampak da sem to prebral, mislim, da 2-krat v angleščini, pa pač mislim, da tudi zelen prevod, ki me je malo čustveno prizadeval, ampak v redu, pač je bil prvi, ne, da bi disal, ker je bilo, mislim, it's a hard job. To nič, ne, pa pač Gradišnikov in tako naprej vse, ne. Filmov se pa bolj se spomnim, kako je bilo s filmom, ko smo ga šli gledati na primeru z Jokerjem, ne, si pač pol uredništva, ne, in potem ponovati je bilo tako, ko smo ven prišli s kateregakoli filma, bilo tako, pa to ni bilo, pa un ni bilo, pa ta, pa un, pa ta. Tle smo prišli, pa tako smo 30 sekund smo tiho stali. In reverie. Ne, tako, wow. Kako dober, pa kaj je un prišel, pa ko uno, ne, pa benga ni brigalo, da ni bilo Toma Bombadila. Je bil res en tist trenutek kinematografske izkušnje, mislim, v moji preteklosti, ki se jih najbolj jasno spomnim. Recimo, ne vem, zdaj bo mogoče neumno primerjava, pa Titanic, ne,
ko sem ga šel gledati, pa je bilo, tukaj smo šli na javno premiero, je bil pa novinarska, ne? In novinarji ponovadi tudi že pred koncem grejo. Ne? Pri Titaniku so sedeli do konca od javne špice, vse komade in se slišal tako grown men, ladies and gentlemen. Ne? Tukaj ne, pa tudi vsi smo čakali do konca špice, pa smo šli ven in folk je stal v gručah in se pogovarjali in tako, vsi smo bili tako, to je tako nadpričakovanje v bistvu, ne? Pa ne zdaj fan pa, ampak tako je bilo nadpričakovanje. In tako je bilo dobro, da smo bili tako, zdaj moramo let čakati, kaj, dude, pa še en let čakati, kaj, ti normalen. Tako da to je bilo zelo, en tistih trenutkov, ko se mi je jasno zapisal spomin. No, super, hvala. Se kdo od vaju spomni, da ga je gledal? Ja, v bistvu, jaz sem pred filmom 2-krat prebral v srednji šoli ta zeleno verzijo, ta drugič prav pred filmom, ker sem še lovil, da bom si vse osvežil, ker moj point pa je bil, ker sem vedel, da mi bo film, kako da rečem, zakleno ene določene zadeve, ker prednost knjige je, da imaš domišljijo odprto, pa liki, pa podobe so odprte, pa vse tako. Ampak pol, ko sem pa film videl, je pa se tako zelo dobro pokrival s tistim, kar se je v moji glavi dogajalo. Vse ta svet, ki se je kreiral, da v bistvu ni bilo nekih hudih kregov, no, kljub o manku ali pa opuščanju katerih zadevc, ne, je to zelo, zelo dober film naredil. Ne. Tako da, ja, jaz se zelo dobro spomnim. Tudi potem premiere, pa tudi potem vseh naslednjih, vsako leto kasneje. Ne. V bistvu za starše sem šel nekaj gledati, 2 sem šel v Ljubljani gledati, to imam pa prav dober spomin, ker če smem za tukaj samo našega manjkajočega gosta omeniti, ker smo danes imeli namen še povabiti Petra Gabra, ki je slikar, moj prijatelj, pa član društva, Tolkienovega društva Gil-galad. Jaz sem pa takrat v Ljubljani na akademiji študiral, to je bilo 2002, torej prvi, drugi letnik akademije, mislim, da prvi, pa sem dobil karte za premiero od Mitja Kmeteca. Mitja, če to poslušaš, najlepša hvala še enkrat. Ampak takrat ni bilo nobenega, ki bi ga poznal v Ljubljani, ne vem, kje ste vsi bili, decembrski cajt je bil po mojem že kakšen dopust, ali pa so vsi domov spizdali. In jaz sem na akademiji lovil nekoga, če me lahko gre z mano gledati. In sem Petra Gabra ohvatil, on čisto slučajno pač je on še član Gil-galada in tako smo se mi dva sploh spoznala. In najno prijateljstvo traja od takrat naprej, ko smo se, pač karto sem mu dal, pa se dobimo v kino, pa je bilo vse tako zelo zadržano, pa kao, ti je bil cool, ja, cool, the best, pa ful enourna debata tam na mrazu pred Kolosejem, taka lušna izkušnja. Ta 2 mi je pa se res užgalo v spomin. Super. Igor, ti se spomniš, kje si ga gledal? Jaz se prav spomnim, da je zame to bil prvi tak blockbusterovski film, ki sem imel mnenje, da ga je treba videti na res velikem platnu. Predtem je recimo prišla ven Matrica, 2 leti predtem, ki sem ga gledal v kinu Šiška, ki je imel takrat obupno in sedeže in zvok in nasploh ni bila v redu kino izkušnja. In potem se prav spomnim, da sem se nekatere frende, ki sem jih imel v Mariboru, pa nekatere v Ljubljani, da smo se zmenili, da gremo to skupaj gledati, ampak v Mariboru še ni bilo multiplexa in tisti kinoti, ki so bili super za ene arthouse filme gledati, se nam je zdelo, da za nekaj takega pa si zasluži res veliko platno in velike kokice in smo se dobili v Celju. Smo šli z vlakom v Celje in tam šli v tist njihov Kolosej, ali kaj so imeli? Ne, Planet Tuš je bil že in smo šli prav tja gledati z 1. in 2. in 3. Ali 3. je že potem mogoče bil Mariborski Kolosej odprt, ampak ja. Prav potovanje, da gledaš Lord of the Rings. Hkrati pa me je film ful zaznamoval, zato ker z enim kolegom, ki smo se dosti združila, sva včasih ob vikendih rada, ko sva šla ven, tudi kako pipico prižgala, recimo tako kot del Lord of the Rings, in potem sva hodila od fast fooda do fast fooda in sva rekla, da se greva Lord of the Rings. Okay. A se greva danes Lord of the Rings? Zakaj pa ne? Title over sex tape. Fast food tape. Ok, lepo, Igor. Zdaj mogoče eno tako kontroverzno vprašanje. Ne gledali smo vsi zdaj
Stevena, ki je imel ta ob 20-letnici rap o Gospodarju prstanov in on je razglasil seveda Gospodarja prstanov za najboljšo trilogijo vseh časov. A je to najboljša trilogija vseh časov? A se spomnite še kakšne? In zdaj res pač razmišljamo o trilogijah, ne o 6 filmih. Hkrati pa jaz pač vsaj mislim, da se zdaj približno strinjam, da so vsi 3 filmi približno na enakem levelu. Skratka, iščemo še eno trilogijo, ki je toliko dobra, pa na enakem levelu vsi 3 deli. Ja, Divergent zigra. Ja. In Zabavno. Anžeta ni tle, da bi rekel, da si ni red line, če ga gledaš 3. Jaz sem dosti tuhtal o tem, no? Kaj bi bila še tako trilogija? Indiana Jones je meni zelo tam, veš. Samo veš, da so posneli 4. film. Ja, fuck. Ja. Ne, niso ga. To je trauma, ki jo potlačimo, veš. Star Wars, ne. Original trilogy, tako naprej. Mislim, če ga nagikam pa nanrdam na polno, bi rekel, da mogoče celo je, zakaj pa ne. To je čisto osebno, ne. Pač en mu je tako. Mislim, samo lahko bi tudi eventualno rekel Godfather, pri čemer je 3. film malo prešibek, ne? Tak, ne. Čeprav on konec, tihi krik Michaela Corleona je to mene vedno dojel. Silence. Samo ful manjka tistemu filmu. Ja, vse ti Botar je zelo, kar meni je recimo na eni točka 2 boljša od enka, recimo. Ja. Okay. Kaj pa Back to the Future naprej? Back to the Future. Ne, to je čist prešlo za te stvari. Ljubezen, Jules Verne. Mislim, pri tem filmu je ful problem, ker ima isto zgodbo. Prvič, pa drugič, pa tretjič tudi bolj ali manj. Mislim, Lord of the Rings je dejansko zgodba, ki jo je treba povedati v 3 delih, medtem ko vse ostalo, o čem govorimo, mogoče Botar ne, ampak je pa pač samo zadostno za en film, a da ima še enega, pa bomo še nekaj povedali. No, ampak Vojna zvest, izvirna trilogija, vsekakor. Zato se rekel. Pa tudi oni 2 trilogiji tudi nista slabi, razen pač vse, kar je narobe s Force Awakens. Ne tam ta zadnji. Vse, kar je narobe, pika. Ok, kaj pa Matrica? Ja. Hvala Bogu za 4. posnetka. Matrica, mislim, meni je Matrica, jaz nikoli nisem razumel, bom pa zdaj preden pride 4. ven še enkrat vse pogledal, to sem se odločil ta vikend, ampak meni nikoli ni bilo to, da bi mi bila 2 pa 3 tok šlo, kot eni vsi se prikrižujejo. Samo en intermezzo, če ste full fani Matrice, do konca tega leta je na Netflixu, oziroma do 30. pol bo na HBO-ju, tako da izberite glede na streaming servis, ki ga imate. Ja. Matrico sem zdaj pogledal za članek, ki sem ga napisal, novi jazbini, product placement. In je res, 2 in 3 nista tako šloh, je pa res, da sta rahlo oziroma moderately nepotrebni, ker pač se mi zdi, da vse niso lih tega planirali, pa je bilo tako, ok, kaj ćemo zdaj točno, aha, tole, pa to ne, pa ful preveč na spektaklu, 2 predvsem, nemo zdaj imeti CGI, ki je danes grozen, in tako naprej te agenti, ki uletavajo na veliko in to res prav slabo zgleda, moram reči. In tako, 2 ne sama sebi, 3 pa, ko sem še enkrat gledal, me je pa kar pozitivno presenetila, imela celo nekaj zapovedati, ampak spet ni to zgodba v 3 delih, celotna zgodba kot pri Gospodarju prstanov, ki je dejansko treba povedati v 3 extended verzijah, skrajšanih na normalne filme, ampak je pač ena zgodba, ki se razvija, pa se jo po še malo dodali, pa še. To je bistvena razlika. Kaj pa Hunger Games, če pač vzamemo, da sta 3. in 4. film eno in da je 4. nepotreben? To je že full. To je že malo v stilu, kaj pa če je malo prešloke, to se mi zdi. Mislim, ne, zadnji film so full zajebali, v bistvu ni bilo nobene potrebe, da tam razdelijo. Prvi je imel nek svež pristop, pa to drugi je full vredo zgradil cel svet, pa kam je peljal štorijo, pa sta to, da so razdelili onega na 2 dela, zelo zgubili. Ne? Ampak kar se knjig tiče, pa je tisto, kar vrejo. No? Ja, ampak tu se moram sneti strinjati. V bistvu ena taka, vse trilogije, ki smo jih zdaj našteli, res so samostojne enote, ki jih pač poklapa skupaj, ali pa so kapitalsko pogojene kravatarji, ki rečejo, da imamo še neki plun ven. Medtem ko pa Lorda, to pa je... Mislim, tematike v Gospodarju prstanov so tako vseobsegajoče in velike, da dejansko lahko o njih govori
4-urne, 12-urne filmi, medtem ko v ostalih so samo ena ideja, imajo recimo Matrica, Matrika, okay, imajo eno idejo, in potem iz te izpeljujejo majhne ideje. Lord of the Rings kopiči ogromne stvari, od tovarištva do vojn, do ne vem, če bi se res ogromno tega, in potem pač na koncu rečeš, da se bo še kaj povedal. Ne boš še pa to Bobadil. Čakaj, ti se hecaš, ampak dejansko, se bomo rekli, kaj je zdaj film. To me potegne na razmislek, naprimer iz mojega medija slikarstva, naprimer, ki imamo triptih, naprimer, ker triptih so 3 slike, ki se med sabo pogovarjajo. Ena brez druge ne morejo biti skupaj na določeni razdalji viseti na steni, tako levo, desno. Serija je pa nekaj drugega. V bistvu kao je vsaka samostojna enota, ki sicer ima nek podoben videz ali pa jezik in tako naprej, ampak lahko pa jih zdaj kupec eno kupi pa reče, jaz sem čist happy. To bi bilo Back to the Future, pa Matrika ali pa te stvari. Lahko pa še 2 zraven, cool. Lord of the Rings pa ne vem, če bi ena sama visela. Smo prišli do tle, Boromir je pač konec storil, to je to. Kaj zdaj? Vse bi se čist vredo končalo. Ne bi se. Bogi Šon. Jaz se strinjam z Kolberjem tukaj. Mislim, da Star Wars had a good run. Sem pa hotel, ravno ti, Igor, sem hotel vseeno te vprašati, Igor, kaj pa Nolanov Batman? Tisto so 3 zgodbe, ni prav zares. Mislim, imaš neko navezavo naprej, pa tretji del je sicer sam po sebi v redu, ampak v sklopu tega pa zdaj lepo zgodbe zaključi, oziroma jo malo prisiljeno noter Dickensa upelje v plot structure, zato ker v bistvu je Heath Ledger, ki bi moral biti umrl. In potem so brez Jokerja morali narediti in ne vem, meni trojka mi je v redu film, ni pa zdaj, ko imaš tak, da bi lepo zaključilo celo zadevo. Mislim, se mi zdi vseeno boljš zaključek kot Evoki, da bi zdaj vpeljal nekaj takega, ampak vseeno, tista fake-ass revolucija je zelo evokovska. Fake-ass revolucija. Mislim, se spomnite Dark Knight Rises? Mislim, vse tisto, kar se gre Bane, je ala francoska revolucija in je inspired by that. Lemiza, veš. Ampak ni v redu izvedeno, ni pač čist političnega stališča, ne štima tam noter vse. Samo pač toliko je akcije, da pozabiš. Isto, ko pač pozabiš pri Dark Knight, da je Jokerjev plan čist insanely. Kaj pa to radikalno stališče? Kaj pa če za revolucijo ne rabiš političnega stališča? Wow. Rabi samo Bane z masko. Rabi samo razpaljotko. A to podcast je za kakšno državno sredstvo? Mogoče pa bi malo se omastili. Veš kaj, se z revolucijo nikoli ni kaj več treba kot to, da ene par ljudi nosi masko, enih par pa ne. Samo še eno hitre intermezzo vprašanje, ko smo že pri trilogijah, ko imamo zdaj Marvel, pa tak naprej, pa imaš ene določene zaključene sklope, kljub temu, da se zelo navezuje, a imamo tudi kje tle noter, recimo kakšna Captain America trilogijo, ki bi bilo približno. Veš kaj, po mojem mnenju, če lahko vse te stripovske zadeve preprosto niso bile narejene, da bi nosile sploh to težo, ki so jim naložili. Pogojno Batman, a pa Watchmen recimo, malo bolj, ampak večina njih, tudi Batman, se bojim, so v svojem bistvu tako preveč preproste, da bi sploh lahko od tega, veš, da ima zdaj pa francosko revolucijo not, pa da ima zdaj pa Captain Ameriki težave s prijateljem. A veš, te stvari in potem to spinajo nekam in potem tista baza, tisti temelj je pa toliko ozek v bistvu, da vse skupaj ful začne težko nositi. In kakor se film, recimo stripovski film, neha zavedati tega, da je pravzaprav v svojem bistvu bolj, ne popcorn entertainment, vse skupaj zelo hitro razpade in to je DC recimo. DC se že zelo čez mejo vsega, se mi zdi, vse to. Tudi Dark Knight Trilogy, vse zadnje. V bistvu, če ti torej parafraziraš režiserja Batman in Robin, remember, it's a comic book movie, let's just have fun. Basically, let's have fun. In to Avengers, recimo Marvel, to dosti boš dela, če me vprašaš. Ok, greš v film, fajn se imaš, to
light, mislim, je entertainment, ampak zgori imamo še ene light ideas in tako naprej. Recimo ta, ki sem rekel, Shang-Chi, to je super, recimo, ve, kaj je, ve, dokot gre, in ve, kje se ustaviti. Super, odlično, to je to, Zdaj pa se mi zdi, Batmanu se pa čist preveč naložil, bogemo Batmanu. Mislim, vseeno, recimo, Snyderjev tale Justice League, kot 4-urni. Ok, to mi je bil kar v redu. Tisto je v redu, brez onega konca, tu konc, ki je zraven prilepljen še. Dobro. Mislim, še en trailer. Še en trailer, Meni je bil pa zanimiv, jaz bi to gledal. Vsekakor, Tako, cool. Mislim, zamerim mu, zato ker to ni film, ki ga bomo gledali. Ja, dobro. Ne, tam imaš toliko likov enih različnih, da lahko dejansko na njih vsaj malo postaviš, pa pol nekako to približno skap stoji, kaj je na hiša z kart, ne metati vanjo, kaj je dost, kaj bo vse skupaj se podarilo, ampak ok, No, ampak, ker smo ravno omenjali Marvel, ker sem gledal zdaj Gospodarja po ne vem koliko cajta, sem pa točno to razmišljal, da pa Gospodar vendarle je bil, imajo ga seveda ne samo to, da je eden pač največjih zaslužkarjev, do takrat je pač podaril rekord Titanika, takrat, ki ga je imel predtem ali imel kateri drugi film. Mislim, da je bil Titanik pred Gospodarjem. Titanik je še vedno najbolj gledan film. A je še vedno pred Gospodarjem? Eden največji. Ne, mislim, šele Avatar je. Avatar ga je sekal. Okay. Skratka, je pa zelo pač vpliven in jaz definitivno vidim pri Marvelu vpliv Gospodarja prstanov, tudi glede tega, recimo, kako orkestrirati eno igralsko zasedbo z, ne vem, 26 liki, s tem, da imamo tukaj, recimo, že če samo pregledaš, recimo, igralsko zasedbo, da se, ne vem, en Hugo Weaving pojavi za Elronda, ki ga je tudi v extended verziji, ne vem, če ga je za pol ure. Samo takrat v Hugo Weaving ni bil baš neki... No, mogoče to ne, ampak je Kate Blanchett, je pa Galadriel, ki je tudi noter koh. Vem, ampak vseeno ti Kate Blanchett danes gledaš, ne pa pred 20 leti. Ja, tudi pred 20 leti sem jo gledal. To je ni. Vsekakor je kaj za videti, in je izjemna igralka, ampak... hočeš reči, da še ni bila tako... Ne, to je, Elizabeth je, mislim, da potem naredila, ki je njena največja vloga bila. In v bistvu, če tako pogledaš, takrat v bistvu, da najbolj hardcore tako znan je bil po mojem Sean Bean, ki je Sama igral, kako je že... Ne, bil je, on ki je Bilbota igral, Ian Holm. Je bil... Ja, Ian Holm, tudi Liv Tyler po Gospodarju ni nič posnela. Dobro, Liv Tyler je nekaj imela... Predtem ni, Tudi predtem, kaj je posnela? Bila je v Armagedonu, pa v 2 videospotih. Se upravičujem. 2 videospotov od Aerosmithov. Eno to. Misliš 3 Armagedone tudi. Ja. Maš prav. Sorry, Mislim, malo dolg, ampak... Ja. Malo dolg, ampak ne. Muska je v redu, kaj se zdaj sekiramo? Ne, muska je v redu, ja. Skratka... Vsebina je... Mislim, je pa znana, Ok, Orlando Bloom vem, da ni bil, ker je Pirate snemal potem. Tudi Ian McKellen, razumeš, ni baš neki do takrat. Ne, to je super, se lih o tem je bil poanta, ne? V Apt Puplu, recimo, kjer Ja, je bil fenomenalen. Je pa tudi predtem že v kino prišel kot Magneto on, ki mislim, da ga je sicer nekako potem snemal kakorkoli, ampak ja. No, to je bil poanta castinga, da nimaš Tom Cruisa not. Ampak ne, casting osnova je bil za Gandalfa Sean Connery, ki bi definitivno bil najbolj znan, ampak Sean Connery ni razumel scenarija. Sean Connery je rekel, kaj so to neki pojčki? Kje v koga uštrelim? Je pač poslal nazaj in rekel, da ne. Where's my money? Thou shall not pass. Epic. Skoparok, bro. Thou shall not pass. Skratka, ok, pol je to bolj neka primarna faza, kjer imamo pač vloge ljudi, ki bojo pol pozneje postali in bojo to bolj ta breakthrough. It's perfect, če me praviš, to perfect. Po moje tudi, Drugač pa najbolj zdaj igralci je seveda Christopher Lee, tako domnevam. No, sem spet fanom, veš, tega miljeja, spet ni uno, veš, average movie goer. Tako da mislim, da se niso ljudje drli v kino. Christopher Lee, je Saruman! Vsi. To je tako na Spider-Manu zadnjič, ko se Tobey Maguire pojavi, čez tista scena. Tako tipi, Mavi. No, skratka, ampak definitivno pa imamo pač odlične igralce za vsako važno, bomo temu rekli, vlogo, pa tudi za kakšno mogoče manj važno vlogo. Jaz sem pač skratka film še enkrat pogledal ta vikend,
Malo sem se zakalkuliral, res sem pozabil, da je to tako dolg, ampak sem ga pogledal in predvsem moram reči to, da meni še vedno stoji, predvsem sem... Okay. No. Če to let se spomnite. Izjave, ne. Gospe in gospodje, urednik vsakrega založbi. Film je še vedno enako dober, se opravičujem, ker slišite me, tako je. Jezus. Kratka, film je še vedno enako dober. Tudi CGI, recimo, to je vseeno film, ki zelo temelji na CGI-ju, mi je čisto v redu, no? Pač, ok, valjda marsikaj bi se dalo boljš danes, ampak recimo, ki je prej sneti omenil Matrica. Grozno. Ja, ene stvari tam izgledajo grozno, že takrat so izgledali grozno, zdaj izgledajo še grozneje. Tle se mi je pa vseeno zdelo, da je stvar še precej v redu narejena. Moram pa reči tako, ja, da še vedno imam isti občutek, da meni je recimo prvi del najboljši. No, se mi zdi, da prvi je res mojstrovina, drugi del se mi zdi še vedno super, ker ga popravi Hemsworth, tretji del pa mi je malo že razvlečen, to pa res moram reči. No. Zanimivo. Tako posebej pa extended verzija, že normalna je razvlečena, kaj šele extended verzija. Tako pa ta bitke, no, mislim, zdelo se mi je, da je v drugi ta Hemsworth skoraj boljša bitka, kot pri Minas Tirithu. No. Tam pri Minas Tirithu ful me moti ta pač velikost, pa tako, ker razdalje, cajt, to mu ful ni več šlo, Peter Jackson, pa mu je bilo totalno vseeno. Zato, ker eni potujejo 6 ur do tja, drugi 3 dni, eni 2 tedna. Je dobro, samo ti moraš montažo jemleš naravno. Ja, dobro, pa tudi vidi. Mislim... V knjigah, naprimer, se Frodo spoka od Bilbotovega rojstnega dneva do takrat, ko se on dejansko iz Šajerske ven spoka. Veš, koliko cajta mina mes? No? Koliko cajta mina? V knjigah. 17 let. Tako je. Dragi moj. On je star 50. Ja, točno to. 50. A veš, montaža. Jaz grem. Ne, nima veze s tem, če ti vidiš pristaniško mesto, tam, kaj je z Minas Tirithom, je razdalja, ne vem, 2 kilometra. On je gledal z metrom v roke. Ja. To je tudi mene zmotilo. Minas Tirith, vidiš pristaniško mesto, ni potrebe, da je še eno mesto tako blizu, in vidiš Mount Doom in Mordor, ki je pač tam prek hribov. Zakaj bi Minas Tirith in še eno mesto postavil sploh poleg vulkana aktivnega? Dobro, to je malo podcepljeno. Ne, mislim, kot pisec tudi, veš, je pa dobro, mislim. Pač, ne, mislim, kar bi lahko filmsko naredil, da se v Mitotovo kožo malo vse, kaj bi lahko bolj. Mislim, da ni potrebe potem, da oni tam dejansko s prostim očesom vidijo Mount Doom. Vredo bi bilo, če bi imeli tam en daljnogled, pa bi nekdo vsake toliko pogledal. Ne, oprosti, tudi bo malo te bom popravil, ker Mount Dooma iz Minas Tirita ne vidijo. Vidijo zgolj sopuho, ki gre prek. Ne, Gandalf ga vidi enkrat, ko se on zazre onkraj gorovji. To je pač njegov veščec logika. Ne, dejansko ga vidijo, tudi Pipin, gleda, ob njem stoji. Zato ker je pač, če greš gor, ta ilustracija stari nekega upogleda v zlo, ki je onkraj gorovja. Ja, samo je lahko dlje. Zakaj bi glavno mesto zgradil tam? Jesus Christ, no. Mislim, razumem, da je Seul čist blizu meje, ker je meja bila kasneje postavljena drugače. Seul je dosegljiv, pač ga lahko zbombardiraš iz Severne Koreje, kadarkoli hočeš, in ima posledično... Zanimive plane. Ne, poslavajo bom nazaj na film, da si pogledate tole sceno, ker je 4 ure in pol. Ja, zato, ker je zelo jasno pokazan ta nek efekt, kako se v bistvu ta razdalja skrči v onem, kako naj rečem, dol iz uma. Tako sem grdo izrazil, kako se ta oko preko gorovji približa Pipinovem in Gandalfom. Vidiš vulkan. Vidiš vulkan. To je ilustracija. Ne, mi to dobesedno stojijo tam, gledajo preko graje, ti gledaš pa vidiš. Panel, razumeš, kjer so... Ne. Poleg tega drugič polko grejo do vrat, so tako v 5 minutah tam. Je se le tudi, če se že tako preskakujemo za razdaljam, dajmo preskakovati. Se tudi, naprimer, ono mesto ob reki pa Minas Tirith imata dosti večjo razdaljo na zemljevidu, kot je pa v filmu prikazano. Ko se Faramir vrača nazaj iz mesto, prosim, pomagi mi nekdo. Tako, pribeži v 5 minutah. Ja, naprimer. Recimo. Ne vem, kako je mesto. Temo pristaniško mesto. Ja, temo pristaniško mesto. Ja, skratka,
razdalje so zaradi filmske logike porušene, ne zaradi map ali pa knjige. To logike. že razumem, sem meni slabš to zgleda. Pač meni je to problem, ker se ti bolj zdi, da je vse bliže. In da, veš, oni tam neki pet, v uno mesto, neki rešiti, uno mesto je pa tako, samo pluneš preko. Logika, filmska logika, tako sem izrazil, montaže, pa pospeševanje določenih zadev, da ne zapravlja sajta, kako se Faramirovo truplo vleče preko Pelanorskega polja 3 ure. Ne, čist, meni je to isti fail, ko v onem filmu, ko Jason Statham vozi avto, kaj že? Transporter. Kjer ga najamejo na začetku, zato da bo nekaj pripeljal 200 km beg. Ja, ok. Ampak mora hitro prepeljati. Ampak še on si vmes med tem organizira, razloži jim, da bo on imel odmor za malico. Čak, v filmu od Jasona Stathama zdaj iščeš scenaristično logiko. Samo preveri. Pravim, da je isti fail. Vem, zakaj nisi bral. S tem jaz moram delati. Pravim samo, da je iste vrste fail kot tukaj ta perspektiva. Škaj meni se mi zdi bolj zanimivo, ne, zakaj, če malo mogoče dvignemo pogled zdaj od teh različnih vest, zakaj je extended verzija tako dolga, ne, in zakaj pač nekako ne ugaja več tok, čeprav je the real thing, recimo, ne. Zato, ker gre ful proti knjigam, ne, ampak knjige imajo čisto drugačno štimungo kot film, ne. Film je v bistvu kolaž, izrezek, hitro skup sestavljen in hitro potekajoč, relativno hitro potekajoč, ne, ker v bistvu knjiga je tok epic, ne, dejansko, kot si rekel, ne, preden Frodo gre za Bilbo, mine 20 let, ne. Ne? In potem, ko grejo, ne, dajmo še tja iti, pa potem tja, pa lutamo, pa blodimo, pa pa črni jezdeci, pa še blodimo, pa pejmo v gost, pa pride Tom, ne, pa ne, še vilinci, ne, pa pride še Tom, ne, pa še pesmi in ono, ne, in se tako počas premika, da dejansko ti živiš v tem svetu, ne. Film ni namenjen temu, ne. In zdaj, ko vzamemo te 4-urne epopeje, ne, je pa že malo proti knjigi in se mi zdi, da je zato veliko fanov filmov, ne, kljub temu, da je the real thing bolj Tolkienovska, ne, nekako zmanjka unega tempa, ne, kad si ti rekel, ne, veš, ono tako, pa uno pa je razlečeno, ne, ja, če bi šel že knjigo brati dejansko, ne filma gledal, ki jih nekako most postavi tukaj, en tak kratek zelo, ne, ampak, a ne, mislim, da je Peter Jackson super naredil, ker ni ta zamah, ki ga ima Tolkien, je ful skrajšal, ne, na klofutico, recimo, ne, on ima tako, ne, to vse, cel svet, 100 let, to vse, on pa tako, ok, kaj zdaj rabimo in česa ne. Cak, ne. In nobenih unih pa gremo tja, pa nas črni jezdeci preganjajo, pa še uno. Ne, pok za njimi grejo, laufamo čez, črni jezdeci uletijo, pogledajo, to je to. In smo takole, čez 150 strani smo v 20 minutah, ne. Zato, dajmo eno, to je ful zanimivo opažanje, zdaj sem na to nanesel, ker podpišem. Navezal, hvala, nanesel, kot sneg puhec. Tako. Veš kaj, ko je že film ven prišel, seveda imaš bookreaderje, pa moviegoverje, isto kot ima zdaj Wheel of Time, bookreaderje / TV show govore, I guess. Watcherje, recimo watcherje. Bingerje. Skratka, so očitki padli, pa še danes, tudi od našega manjkajočega gosta, Peter Gabertosti, da pač adaptacija ni Tolkienovega duha tako dobro prenesla na nov medij. Jaz sicer se s tem ne strinjam, ker pri adaptaciji so vedno nujni kompromisi, ampak mogoče moja glavna zadeva pri tej zadevi, mislim, pri tej adaptaciji bi bila takšna. Tolkien je meni tako pisec, ker je v bistvu se bolj z worldbuildingom obadal, v enem intervjuju celo rekel, meni najprej pride ime, potem je jezik, potem je svet, potem je lik. In on je ful rad uporabljal arhetipe, mitološke zasnove, kar v literatura zelo dobro zna zdržati. V bistvu kao ta, da ti svet zgradi, da se van ga potopiš, pa tako naprej. Film pa rabi nekaj drugega. Film rabi dramo, film rabi te loke, zgodbovne pa loke likov in tako naprej. In tukaj seveda so bili potrebni neki določeni kompromisi ali pa vsaj spremembe, ki se meni zdijo v tej adaptaciji zelo tehtne pa pravilno uporabljene. Naprimer, samo Aragorn. Aragorn, takoj ko se spoka ven iz Vindgarja ali Rivendela ali kakorkoli bomo to poimenovali, on ima že meč Anduril v roki, on že takoj ve, jaz hoče biti kralj in to je to. Medtem ko v filmu je to zelo drugače zastavljeno. On je poln dvomov.
Ne. V filmu. V filmu je on poln dvomov. Ja. V filmu on nima tega meča, je ravno na pravem mestu unesen tale na novo skovan meč, zato da se on izkaže kot kralj, ker takrat je nekako že razrešil svoje dvome, se sprijaznil za svojo osodo, da mora pač postati to, kar je vedno bil namenjen. Da bo, ja, on ima v filmih ta superhero journey. Ne? Točno. Pač ima to, da se mora sprijazniti za svojo dediščino, whatever. Mislim, hero journey. Hero čisto. Ampak to zdaj imajo vsi Marvel. No, potem, če pogledamo Frodota, naprimer v Frodo v knjigi v bistvu nima nekih hudih sprememb razen fizičnih zaradi prstana. Ne? Seveda pogreša Shire oziroma šajersko, kakorkoli, ampak nekako je zelo statičen lik v knjigi, poudarjam. Medtem ko v filmu so mu pa naredili ta dramski lok, on se v bistvu odpove samo, on se v bistvu spreobrne, ne, že pod vplivom Goluma, da pač ga zapopade tema, pa zlo in se v bistvu potem zopet vrne nazaj in tako naprej. V bistvu tak film ima to logiko, ki smo jo zdaj že v bistvu toliko vajeni, da pač mora biti dramski lok, zato da te kot gledalca še posebej čez 3 ure pa pol potegne skozi. Knjiga je pa pač druga logika in to se meni zdi mogoče, če bi kdo od vas komentiral še malo bolj, kako se vam zdi ta razkol med temu. Mislim, se je dobro, da je tako. Jaz bi rekel, da je to moot point dejansko. Če ti rečeš, filmska adaptacija bi morala bolj verno adaptirati Tolkien. Ne, to bila napaka. Jaz mislim, da je Jackson zato naredil tako dober film, ker ni adaptiral tistega Tolkiena, ki je v knjigah, ampak ga je adaptiral na način, ki bo deloval v filmu. In veš, lahko si ti purist in rečeš, joj, pa so spustili bombardila, pa niso šli tja, pa so to, pa so uno. Ja, okej, ne. To je že vse res, ampak ti v bistvu Tolkienu prideš k enemu pripovedovalcu, ne. Prideš oni pred kaminom tam, kot Gandalf recimo, in dejte otroci, posedite si, bom zdaj povedal pravljico ali pa povest o davnih časih, s kateri se boste v 14 večerih, ko boste prihajali zaporedoma k meni, se boste nekaj naučili, oziroma veliko. Film ne deluje tako. Dajmo zdaj sem tukaj, gremo, Howard Shore music, a veš, je drugačna logika, drugačen občutek je. In ta občutek, vem, da ni Tolkienov, ampak je Jacksonov, ampak meni sta oba ful ljuba, Tolkienu kot staremu pripovedovalcu, in Jacksonu, if you want, kot mlademu pripovedovalcu. Z drugačnim ritmom, s kadenco, drugo. Ampak te liki, ki jih jaz si predstavljam v knjigi, so drugi liki. To niso Jacksonovi liki, ampak I appreciate them. The same way. Jaz osebno se. Ja. No, cool, to me všeč. Ja. Vidva? Jaz kot nekdo, ki nisem prebral knjige. Menim, da. Sem pa bral o razlikah in me zanima vaše mnenje o dveh konkretno. Koliko se vam zdi Arwen in v filmu in na koncu, ko se hobiti vrnejo v Šajersko, se še morajo spopasti z Sauromanom. To se mi zdi kar še en Sauroman. Nekdo, ki ni prav. Sauroman. S Kristoferjem Lijem. Tako. Kako se vam zdelo te dve spremembi? Ne vem, meni se je zdelo, da bi bilo res zdaj že too much, da bi še tam Sauromana še tam imel pa tako. Ne vem, meni se ni zdelo tako, jaz se pač strinjam s tem, da je pač film je čisto neka druga stvar, zakaj bi, jaz nikoli nisem pričakoval, da bo pač knjiga ista, da bo vsi dogodki notri, ne morem reči, da ne obžalujem, da ni not Toma Bombadila, to absolutno ne morem, meni je pač zanimiv lik in ne razumem, zakaj v extended verziji, kjer je skoraj dobesedno vsak premislek nekoga ali pa zazrtje vdaljavo, zakaj niso to mogli najti, ampak spoštujem, da niso. Meni se zdi, da je film tudi ene stvari, ne vem, da pokaže ene spopade, pa pač neke dodatne stvari, ki jih pač ne vidiš v razen razširjeni verziji. Meni se je to zdelo vedno super in zame je pač film tako, kot vedno je pač nekaj drugega, pač se to ni in meni je pač tako, kot mi deluje, pač deluje v redu, mogoče mu malo, kar je mogoče fani zdaj tisti, ki res, ne vem, so pač živeli s knjigo in ne vem kaj, mogoče jim manjka malo te pravličnosti na trenutke, je film bolj odrasel, kot ima malo več tega feelinga,
ampak meni se zdi, da je to bilo itak vedno najtežje pri Tolkienu ponarediti, ker Tolkien je v resnici ena pravljica, no? In ravno s tem slogom, ki ga mi to menja, meni deluje zelo pravličen, no, na nek način. Celo mal, se strinjam, ni zdaj glih to briljanten slog, celo mal je otročji bolj kot recimo film, je pa že mal bolj, ne vem, bi jaz rekel, malo bolj mračna, malo bolj odrasla verzija. Če smem skočiti, tako se mi zdi, da v bistvu film izkristalizira eno temo, ne, iz knjig, torej kao ta dobro zlo, to itak, ampak tudi ta Tolkienovska travma prve svetovne vojne, pa industrializacija napram tradicionalizma, da je on želel, Tolkien že v knjigah, zastaviti te arhetipe, kao plemenitost, pa vrlina hobitov in tako naprej. V teh statičnih likih film pa to še v bistvu kao zelo izkristalizira, pa da tako zelo lepo, skoraj da že črno-belo sliko na to, ne, kao, ki je pospešena sicer, ampak Ja, mogo se je pač, vedno se moraš odločiti za ene stvari. Se tudi Dune meni izgleda, recimo Villeneuve, dosti bolj mračen se mi zdi, kot sem jaz imel knjige v glavi, no. Se mi zdi, da je vseeno tle, ampak to je pač nekaj, kar vzameš za kup, če greš gledati ekranizacijo, če pa pač to ne zmoreš ločiti knjige in filma, pač nehaj gledati ekranizacije. To mislim, da bi enkrat mogli imeti tudi v našem prostoru, ne, pojem adaptacije ni samo beseda na papirju ali pa nekaj, s čemer pač se opleta, takrat, ko se nekaj prevaja, ampak pač je proces, ki zahteva čas pa premislek, ne? Ni samo, bomo dali nekaj tam pa tam in je to. Ne, to je proces. Ne, mislim, jaz se absolutno strinjam z vami in menim, da pač režiser ali pa pač scenarist in režiser, kdorkoli pač vse sodeluje pri filmu, rabi lastno vizijo. Mene je zanimalo bolj specifično, kako vi gledate, ki ste prebrali knjigo, na to, da Hobbitom na koncu eno junaštvo film odreče, recimo temu. Ali, mislim, ne pravim, da je to dobro ali slabo, samo zanima me, kako kot nekdo, ki te like doživi skozi knjigo in je tale ključen končni dogodek pomemben. Je pa ta končni dogodek tudi tako opis, veš kaj, ni tok cajta si vzel za njega. To je mimo glede, kot da povzeto v resnici sam. Ta bitki niso, da bi zdaj ti še ti zbral, pa je bilo še 100 strani. V bistvu, Sarumanov zaključek na koncu te bitke v Šajerski, ne, se konča zelo isti kot v knjigah, ne. V filmu in knjigah se v bistvu on isto zaključi, kad Grima ga zaštiha po koncu vsega tega matranja, ki ga Saruman da skozi, ga on zaštiha, reče, konc je in to. Tako da v bistvu konc tega lika je popolnoma identičen. Edino, kar bi tukaj rekel, tako si se izrazil, ne, pač, jim je film oduzel neko končno junaško dejanje, zgolj na papirju, bi se strinjal, ampak mislim, da jim je pa film dal preko te karakterizacije pa lokov to, kar so oni vse že dali v knjigi skozi. Torej, v bistvu jim uplete vmes, predvsem samo to pa Frodo, da toliko več plastike gor, pa te globine, ker na koncu ta 2-3 poglavje so bolj tako, oni nahujskajo celo Šajersko skup, da grejo puntarsko napram teh mož in ki sploh ne vedo, kdo je krivc, kdo je tisti, ki vse to vodi, ker so pač okupirani in šele potem se skozi ena vrata pojavi, it's me, Saruman, ne, pa ga zaštihajo. It's me, Saruman. Pa Grimo potem pokončajo puščice in je to, ne. Tako zelo, kako da rečem, film Sarumanu da dosti bolj epic konc, če se tako izrazim. Tudi Grimija. Tako da meni je bila film malo bolj seksi rešitev. Cool. To je poanta. Seksi, zato ker Tolkienov namen v bistvu osnovni je bil dati Angležem nazaj mitologijo, ki so jo izgubili. Sicer vedno se mi zdi to tako čudno, glede na to, da je bil devout Christian, in je krščanstvo vzelo, nekako prekrilo to mitologijo vikinško. A Tolkienov pri Brexit, Kako? Pri Brexitu. Make Britain great again. Kaj še Brexit, ampak v glavnem on je bil kristjan, ampak je hotel dati nazaj Angležem mitologijo, ki jo je vzelo krščanstvo. V redu, fino, super, in veš, tega pa film nima, recimo. To ni mitologija, to je mogoče instantna mitologija, popcorn mitologija, kaj malo pogledaš skozi, pa vidiš, ko bi bil Epop Gilgamešu, pa bi pač on hodil, pa razfukal vse, To bi bilo v bistvu nekako to, Potem, ko knjige, to je
To je res naredil, dejansko celo mitologijo ven z tega, z jeziki ured, z biti, z namignjenimi dogodki, ne? In tudi The Raising of the Shire v bistvu spada tukaj noter. Ne? Zato mislim, da se je Jackson pametno odločil. Ne? Zato, ker je, če je zožil okvir, ne, nujno ven padejo stvari. To bomo dal ven. Kako zdaj paše tukaj noter še 20 minut ali 15 minut Raisinga, ne? Vse to ne paše noter. Ne? In je vedel točno ta zamah, o katerem sem govoril, ne, Tolkienov je mitološki zamah, ne, ta je pa majhna interpretacija. Nič slabega ne mislim s tem, ne, ampak samo drugačen medij je to, ki deluje po drugačnih projektih in rabi drugačno energijo. Kaj sem rekel, on je pripovedovanje, to je pa predstava. Ne. Mogoče zabaviščni park, če rečem. Ne. Že, ampak malo, če bi drugače rekel, mislim, da se... Veš, ta zgodba, ta dramaturški lok se pač zaključi, ko Frodo pride nazaj. Ne, se super zaključi. V filmu se zaključi za potrebe filma in v knjigi se za potrebe knjig. Ker je tako, se tiste bilo pa takrat zapisano, da mi pogledati, kaj je takrat bilo v rdeči knjigi. Vse to, in spet zdaj smo mi tukaj v nekem smo na koščenem stolpu. No, vidite, to vse se je zgodilo s to deželo, in vidite, vi ste bili Angleži, hobiti, ste bili počelo tega. To je vaša zgodba, a vidite. Nihče vam ne bo vzel imperija. Tako je zanimivo, cel fulejnih konotacij tukaj noter pa. Kako so bogi Angleži potomci vikingov na polne bili ob vse, in potem je Tolkien rekel, zdaj pa dosti. Zdaj da vse. Jaz sem, tudi ene stvari so mi bile zelo, zdaj, ker sem bil malo še bolj pozoren, ali kaj ne malo bolj, ampak še bolj pozoren na to zdaj, ker sem ponovno gledal. Ful mi je fantastično, kako Jackson uvede Golluma, recimo, to se mi zdi zelo v redu, ker ga v prvem filmu sem parkrat vidiš neko njegovo senco, roke, glave malo, potem pa v drugem filmu kar prileze dol naenkrat zunaj skale in enkrat v vsem svojem sijaju. V knjigah je pa že zveš, njemu zveš, kam je šel, kje je hodil, vse. In se mi zdi to res, mislim, ene take stvari, ki jih je delal, so pač precej pač še boljše skoraj da v knjigi, kot v knjigi pač za potrebe filma, seveda, jih je priredil, da na filmu delujejo. Hkrati pa bom jaz rekel, da pač mislim, da je pa ohranil tisto, kar je meni všeč, arhetipi, industrializacija in te stvari, ampak recimo to nekemu nepozornemu gledalcu lahko tudi čist mimo pobegne. Se mi zdi, da je tisto, kar jaz pač občudujem že nasploh pri Tolkienu in pri Gospodarju in pri filmu zdaj še toliko bolj, ker sem bil res zdaj pozoren na to, je ta vendarle, ne vem, neka magija, ki jo imajo. Sauron je zloben in pač ima ta nek magični prstan, ki ga je treba dobiti, to je pač ta tipična neki predmet, ki ga se mora nekdo polastiti za to, da opravi ta quest. Ampak po drugi strani, a ni briljantno, da ima prstan svojo voljo, recimo, in kako je v filmu to... Popolnoma genialno. Svojo glasbo. V Wagnerju ni beluški prstan, nima svojo voljo. Je samo predmet. Tukaj je pa bitje. Tako je, bitje je, no to. In jaz tako zberi, fuck. Kako je to grozno v bistvu, a veš, da si želiš nekega predmeta, kot ta prstan na moje prsto, in te počasi použiva dejansko, dokler ni od tebe samo še lupina, ki mu služi, ampak živiš, še naprej živiš in samo njemu služiš, ampak ne Dark Lordu, ne temu prstanu, v katerem je volja tega. Zame je to največji horor, prosti. Gospodar prstanov je horor. Za mene je točka. Na meni je bilo pa genialno, sem šele zdaj sicer ugotovil, da ko Gollum ko govori v dvojini, da govori zase in za prstan. Jaz sem vedno mislil, da pač ima multiplo osebnost, ker pač jo ima, tudi. In da govori v dvojini za pač svoje dve osebnosti. Ampak ne, govori zase, katerikoli od osebnosti je in prstan. Prstan je del njega. Kako bo najebun, ko bo to prevajal. Zakaj? Sem veliko sejev, daš, je problem. Ful je teh stvari, pa seveda ta razni pač, v Extended je to pač res,
za tiste, ki mogoče res niste nikoli gledali, pač razširjene različice ali kakorkoli. Res normalne. Se pravijo normalne. Tukaj je res treba reči, da je ta normalna različica res toliko polna nekih detajlov in tega, da se definitivno splača, da nisem tisto, da boste zdaj pač videli neki, ne vem, en prizor, 2 prizora več. Ne. Tukaj tudi mislim, da je več kot pol ure nekega dodatnega materijala. Ne. In je res fantastičen. Pač meni je tudi super, kako Frodo ves čas pač, ko grejo, ko se skratka osamosvojita samotom in pride še Golum zraven, kako ves čas pogleduje tega Goluma, ker je dejansko pač njegova prihodnost pred njim. Ne. Plastično vidi, kaj ti prstan lahko naredi, hkrati se pa ne more obraniti tega, da mu prstan tega ne bi delal. Ne. Ker Nazguli so tudi to, ne. Nazguli so že toliko preterani, pa toliko daleč, da v bistvu on ne more tega istega feelinga imeti, ne, kot ga pa ima z Golumom. Mi ga ne moremo. Ja, mogoče mi, ki je itak Golum kao neke vrste Hobbit. Ne. To, mislim, zdaj ne vem, a je v knjigi prav napisano? Ja. Riverfolk, samo niti toliko različno od Hobbitov, kot so. Neki daljni bratranci Hobbitov so. Ne, Hobbit. Prav so Hobbit. V filmu niso prav, ker ima, polko ga pokaže, Smigola v začetku 3. filma ima ušesa vilinska. Tudi Hobbiti imajo. Ne, Hobbiti imajo dost normalno ušesa. Ne, to je spet tuno, veš, kako zdaj, ampak Tolkien to čist jasno pove, to so Hobbiti. To so Hobbiti, On je Hobbit. On je Hobbit, kar je še bolj močno pol, ne, ker, a vidiš, kaj je spostavne? Z mene, spak. 1000 let, se ni 1000, ampak veliko dolgo let v podzemlju jedel suhe ribe, pil uno mrzlo vodo in se zaklinjal krasotec. Dude. Krasotec? Come on, no. Se to je že zokriska, ne. Pač. Groza, ne, totalno. In je Hobbit. Kaj je postavil, pa, ne, a veš, iz unega dobrodušnega Hobbita, v bistvu je tudi River Foxa, v bistvu dobrodušni Hobbiti tam živijo, se imajo fajne. Ne, najprej je Digola ubal, Parnik. Šit, ne. In pol se je zalezel, a veš, to je zelo hiter, ne, on je videl ta prstan in ga je takole. Ne? In se je lečal na tisto njegovo, na občutek, mislim, full angleščine zmišljam, sploh ko prevajam to, ne? Se je pripel, ne? Se je pripopal, prilepil, obesil, ne? Na ta njegov občutek, ne? Kako so ga vsi zanemarjali in tako ni bil v svojem plemenu spoštovan, ne? In takoj ga je, točno ve prstan, ne? Kot bitje, ne? Kam mora se. Film zelo dobro, mogoče malo bolj skristalizira tole logiko, da se kao Frodo to postavlja pol, pozitivni pol pa negativni pol, ne? Torej Golum kot korupcija, pa potem samo kot nekaj tisto upanje, kao to je tvoj dom. Ne, veš, zelo jasneje začrta, kar film rabi. Sploh za 2. Ni važno 3 ure. Pri Aragornu sem razmišljal, meni je najbolj tragičen lik izmed vseh, seveda zraven Frodota Theoden, ne? Kralj, ki bi izgubil svoje plemstvo oziroma potomstvo, zaslepljen, na pol zaslepljen je za to slavo svojih očetov in pač gre na podlagi časti, poguma in tako naprej v bitko. Aragorn pa to cel cel gleda, kot tisti cagavc, ki se v filmu, poudarek v filmu, v knjigah tega dileme nima, ne, se mora odločiti, a bom res povzdignil meč svojih očetov in šel potem v bitko, rešil vse to skupaj. Ne. Se pa sprašujem, kdo je pa ta antipol tukaj v film, kdo bi bil za Aragorna? Torej, Theoden je vzor, kaj mora postati? Bil je Boromir do tistega trenutka. Bilo pozorilo, kaj bo, kaj bi lahko bilo, če... Da bi lahko bil se skorumpiral, ne? Mislim, ampak se ni, ne? Ampak, samo mi ga vidimo, on je v bistvu dobro hotel, ne? In se to je tisto, kar Gandalf pove, ne? Dal mi ga boš, ne? Ampak iz tega bo postalo nekaj strašnega. Parafraziram se. Se tam, mislim, sicer itak najboljši prizor je pa valjda z Galadriel, ne, ka ona. To Sherry in Forsa. Ampak to je v bistvu Gandalf rekel, ne. Na začetku je v filmu zelo hiter, pa Galadriel veliko pove, ampak v knjigi je pa že na začetku strani. Strani so o tem, mislim, prav tako stran, še Gandalf pove, ne, to pa ne smeš, pa uno pa ne bom, pa ne. Igor, ti, ki nisi bral knjige, a si bil ful presenečen, ko je Gandalf prišel nazaj v drugem delu?
Tega se ne spomnim. Ja, se ne spomniš, da je bil tako, živ je! V trailerjih so ga že pokazali. In to bil. Ja. Mogoče si misli, da je Saruman, ki je bil bel. Ločiš igralca med sabo? Ne, ločim. Sranje. Sploh zdaj, ker je samo eno dni še živ. Ne moreš ti njega. Ja. Ne, mislim, se je dost tipično za to zgodbo, da če ne vidiš nekoga umret, ampak samo past dol, bo prišel nazaj. Ne? Seveda, to je res. Tudi golom potem pade. No, čeprav ne, na koncu zdaj Harda vidimo umret. Gruberja. Vidimo, kako pade. Ja, pa vidimo, kako pade, pa ne vidimo, kako se Vem, ampak tukaj ne vidimo, kako pade, tu samo vidimo, kako pada. Ja, to pade. Ja. Aha, okay. Pade in pada. Pada, ja. Okay. Nedovršnost. Je rekel nedovršnost. Je rekel. Klagovski vid, stari. Dobro ti debatiraš z lektorji. Zakaj imam pol za jazbino kaj za popravljati pri tebi, te stari? Drugače, sem bil kar vesel tudi tega, no, kar sem pozabil, da so eni igralci noter, recimo, da je Karl Urban. No, Karl Urban je briljant. To me je čisto presenetilo. Karl Urban, legenda iz Duma. No. Prosim ga pričakoval. Duma. Ja, no, ste mislili, da bom brez igric, ali kaj je noter rolete. Ne. Igrice, kaj je to? Igrice, ne vem. Ne, nekaj. Tako da rekel, smisla boš rekel Judge Dredd. Ma igrice. To so neki. Pa moj najljubši lik je še vedno Gimli. Tudi po filmih sem bil vedno, pač tudi igra ga eden mojih priljubljenih, John Rhys Davies, ga igra noter. Legolas mi je šel vedno mal na kurac v knjigah. Tim Legolas. Tukaj je Orlando. Tim Legolas all the way. To je neko njegovo skejtanje, pa neko skakanje, kot olifantov, pa temi mirno. Gimli je pa det, on pa pač tako sekira, skozi se pritožuje, ko laufa za unima dvema v Comic relief, ja. Samo je tako. Najbolj smešno je, ker je bil on najvišji na snemanju. Ja. Najvišji na snemanju se bo najmanjšega. V bistvu je zelo malo tega CGI trickery, kar se tiče tega, ful je tega perspektivnega premikanja. Mašna je, če te zanima na YouTube, malo more teh zadev, kako so oni operirali z in-kamera efekti, da so pač neko perspektivno foro naredili. Igrali so vijaški. Ja, predvsem, tudi. Ja, bolj Monty Pythonovsko, I guess, ampak recimo. Meni pa I'm partial to John Noble, kot Denethor. Ja, meni on tudi res tako dobro je. Mene vedno strese, ko sem ostane in reče, Gondor is mine! To je tako pravno odrsko, veš? Ja. A veš, pravno, zdaj sem jaz to mine. Ja. Veš, ko me že malo, stari. Jaz njega ne morem, jaz se vedno spomnim. Daj me sam predaj, tam lepo, gremo. Jaz vedno to, kako se on tam baše z unim, to je vedno tako grozen prizor, pa tako disturbing na tok nekih levelih, pa gledaš unga Pipina, ki ga tako... Mene je tisto lepa scena, ta pesem Pipina, pa bitka za Faramirjem, pa... Tisto je res dobro. Beautiful. Ne, drugače pa meni Orlando Bloom kot Legolas je genijalen v mnogih teh čist razbije ta filmsko doživetje, ko se on tak vstavi in reče Red Dawn rises, blood has been spilled tonight, ali pa kaj podobnega. Šestkrat to naredi, čist ubije tempo vsega skupaj, samo da on izpade bolj, ne vem, sveto bolj... Veš kaj ima on ima take instakote, veš? Ja. Tako snapshot pa. The blood has been spilled tonight. 46,000 lajkov. Vsi bilinci, ki so na poti iz Middle-earth, pa Pol še pa sponzora predstavljajo. On pove tako. Ne, to je pa res, on ima ta občutek za dramatiko, to pa ima. Vidiš go Saurona, hoveringa, veš, like, should I? No! Drugač pa vse pač pozornost na kostume, Igor je večkrat omenil, kako so solato prej posadili, da imajo tam v Hobbitonu korenje, no se pričujem, ne solato, korenje, bilo je korenje. Pač meni je vse, tudi kostumografija Sauronja fantastična, zguli so tako res delujejo izvenzemeljsko, no, na nek način. Tudi ko Eowyn zabode tega Witch Kinga in se ga celega, ne vem,
posesa vase in ga prelomi. Zdruzne se. Tako, hvala sneti. To dobimo neke preview. Ja. Wow, slovarska beseda v knjigi. Kako? Tako, čakaj, zapišem. Ja, Tako da to se mi je tudi zdelo pač res fantastično. Čeprav v knjigi, veš, so mi še bolj grozni. Opis črnega jezdeca, kako snifa, se pravi, kako vohlja, ne, veš, tako ovohava zrak, ne, tako, ne, in pol tako, ne, ta nenaravni gib, ki ga v filmu v bistvu ni, ne, je bolj kot pojava črni jezdec, njegov vranec, veš, on sedi tam gor, ne, gauntlets, veš, gleda to, ne, ampak tam je pa prav neki prav tako otherworldly, ne, bolj so taki pokvarjeni v knjigi, se mi zdi, taki res pravno Black Magic Necromancer shit. Tam so pa bolj tako, ampak ti njegovi glasovi so meni tudi ful. Ne, vse so super. Ja, Pa reklama za Angales. Skoraj nekaj. To oko mi je zelo blazno pač všeč. Čeprav tako bomo rekel v Hobbitu, je ta logika očesa nekromancerja, te logike zareze pokončne v pupile, ne, mi je bila pa tako lepo rešena, ki je pa očitno v Lordu, takrat 2.1 do 2.3, se niso spomnili. A veš, ko pride Gandalf v Dol Guldur, in se v bistvu Sauron se seda v to oko, ki se Gandalfu prikazuje, ne, da se on skuži, fuck, ti sta motherfucker. Ne. Ja, ti pa se sti. Ja, ta efekt mi je bil tako dobro narejen, da škoda, da se ga v Lordu niso spomnili. Pa, ker bi bili efekti čisto na mesto takrat. Ampak, ja, drugače pa veliko oko, ja, to je taka grozeča stvar, se mi zdi. Ne, mislim, da je nekako na pol predvidel, ne, da nas bo, ne vem, neka policijska država na vse spremljala. To je malo red Conan. Ja, I guess. Malo zdaj sem general za nazaj, ampak... Ja, ne, se je pač oko, ki te vidi, ne. Večje, ko je bolj te vidi, I guess. Mogoče. Višji, ko je stolp, večji ima razgled. Naredil največji oko najvišji stol. Nekaj tudi tako je. Mislim, Sauron je meni zelo zanimiv lik v tem smislu filmu, pa tudi v knjigah je prikazan, mislim, predstavljam kot zelo neko tako neobstoječe zlo, ki se ga ne da najbolj ujesti razno očesa, seveda. Ne? No, ki se poraja spet in spet se poraja, pa se spet poraja. Vse zato je dal sebe v prstan, ker prstan je basically nemočljiv. Sicer, ne vem, zakaj bi imel pol svojo kovačnico na pragu tam, ne, a veš, mogoče bi to malo boš zazidal ali nekaj, ne, veš, tisti vulkan. Tisti dostop do vulkana je malo nepotrebno. Majčke, jaz bi rekel, se pravi, edina stvar, ki mi lahko uniči, je ta vulkan. What should I do about it, ne? Veš, ko, to je tako, star fora, veš, ono pol metra je tam, nima veze. Ne, veš, ko a lahko zberejo ful veliko vojsko, pa me napade. Ne, dej sak, ne. Tako, a lahko pošljajo ninja? Ne, brez veze, ne bojo, veš. Luka ninja. On je računal na voljo prstana. What's a ninja precious? On je računal na voljo prstana. Se tudi v Frodo tu ne bi vratal. Meni je pa ravno to pač super, spet poanta tega mi je, kako... Frodo pač več čas potuje, da uniči klinčev prstan in po seveda ga ne more, ker pride tja. Ker mu na poti, in to je ta alegorija junakove poti, razvoja, je pa meni točno to. Ti se greš znebiti nečesa, ampak ti se tega ne boš nikoli več znebil. Ja, veš kaj je to? To je reklamacija, najdaljša reklamacija na Kita ever. Pol pa te tam birokracija zjebe. Vi ste to nosili, stari. In pol ga Gollum reši edina. To mi je pa, čeprav malo je pa perverzna pač ta fora, ki reče pač kaj mu že Gandalf tam reče, da ful ljudi je mrtvih, ki bi si zaslužili biti živi, ful je živi, ki bi lahko bili mrtvi, ti ne moreš odločiti in tako. Pač on je mogoče za kaj drugega prišparan, bil je prišparan zato, da crkne s klinčevim prstanom, da pač zato, ker Frodo ne bo mogel mu pač on odgrizne prst in pade s prstanom. Koliko pa vam je bil tale omaž Alienu 3 všeč? Kva? Ko on skoči not in zgrabi prstan, je malo podoben kader kot pri Alienu 3, ko ona zgrabi alienčka. Isto. Interesting. Ok, dobro. Čeprav to je izrezano iz teatralne verzije. Bodi pozoren, ker mislim, da direktor Scott ima tale padec. Aliena misliš? Trojke. Ja. V eni verziji tega ni. Sorry, da te zaprekinem ta flow. Ampak če se gremo to, Alien 3 nima direktor Scott, ker je režiser obupal na tem. Ne, imaš.
Ne, ni on požegnal nobenega kata. A ja, to, kaj je požegnal, je druga stvar. Ja, tako da ne moreš tehnično reči temu, da je rektor's cut, če on ni požegnal tega. Kravatarski kat. Ja, kravatarski kat. Ja. Mislim, da takrat, ko so delali Blu-ray box set, je Fincher samo rekel, jebite se vsi skupaj, jaz sem že zdavne zaključil poslovni neke svoje nedelje. To drži. Ne, samo recimo, da bi pač Mount Doom zazidal ali nekaj, ne, za vsaki slučaj. Če slučajno ne bi prstano pravil. Ali pa ne glih platforme tam pustiti, ker tam je ula platforma, ki bo prišel, pa mogoče bi noter vrgal. Vsaj zazidi nekaj. Čeprav mene bolj spominja na Terminator 2. Ja, se nas vse spominja. Bolj mi je to. Ko vidiš goloma. Ja. Pa prstanom. Tako na palca, veš kaj. Ja, to. Da je golom je tako bogi, res. Fulga, Andy Serkis ga je res dobro podobil. In CGI je še danes dober, moram reči. Ja, čist drži. Čist. Recimo, to je nivo više kot Matrika, res. Prosti, je. Ne vem, komu se pričuješ. Ne, fenom Matrika. Huga Weavinga in ostalo. Ki je tudi tukaj. To se spomnim, ko smo prvič gledali z Cimro, pa tako ona, a si videl, da se je Agent Smith infiltriral? Pa ga vidiš, kako si snema dole, na vhod. Ljudje ste. Dejansko mislim, da Golem je prvi CGI lik, ki nekako ti dal filse, da se tako izrazim. Zelo dobro. Veš, tako, da bi bil sposoben presenetiti, pa veš, da si bil sočuten do njega, kar je film nekako nujno mogel narediti. Ne, pa tudi ni Uncanny Valley, ki je vse en spak, ni človek. Človeka takoj ugotoviš, recimo, zadnjič, ko sem gledal s kolegom Rogue One, in spet pač Tarkin pa Leia, Ker sta človeka, takoj vidiš, še posebej Leia, ti šot bogi 5 sekund, mater 2 let, pa še zmerni dober. Potem, ko ta je pač spaka, pričakuješ, da bo risal nekako. Vse ostalo pa poskrbi pač beseda. Ja, čeprav se veš, to je prednost tega, če greš v Heimlicha, v to, kako se že reče, dolino čudnega, če narediš lik na ta način, je dosti bolj prepričljiv, kot pa da zdaj homo sapiens delaš v nula za ne vem kakšnimi gubami, pa tegami. Še večji prikaz tega razkoraka je Lion King, kjer imaš ti animiran lev, ki samo podobno zgleda levu in ima lahko ogromne oči in to in vidiš vsa čustva, pol pa imaš tega, ki izgleda live action lev in ne more imeti nobenih čustev človeških na obrazu, ker fucking nima obraza, ker je lev. Ker je lev, zdaj ne. Ja, fuck you, lev. Rodil bi se z obrazom svinja, res. Rodil si se z človeškim obrazom, pa rešal. Pol bi bil svinga. No, pa še enkrat moram res dati velike propse Galadriela. Ja. Ker njen prizor je najboljših v tej trilogiji, ne v celi trilogiji. Kako ona to odigra in kako so to v post-processingu naredili, oziroma v efektih, je res dobro. Ja, meni je pa najbolj huda scena Boromirjeva, če grem na sceno. Smrt Boromirja je mene vedno zrukala totalno, ko sem on pač, my king, my leader, veš, kao ta, mislim, da tu Peter Oslič, zelo dobro zelo dobro prenesel, to, kaj je Boromir, pač tista človeška slabost, pa kao, da slediš, pa veš, kao upanje, pa hrepenenje, pa hkrati smrtnost, vse skupaj, veš, ta, kaj je v Tolkienu svetu človeštva. Ja, vi ste smrtni, ampak hkrati imate pa ful nekega upanja, pa težnje, da ste boljši drug od drugega, pa da težite k nečemu boljšemu, pa tako naprej. In kljub temu, da Boromirja popapca v prstan, na pol. In vse tisto prstan izkoristi, zato je Sauron tako grozen in zloben. Ker tisto najboljše, kar je v tebi, izkoristi proti tebi. In to so te poante, ki se sukajo v tem Lord of the Rings, ki so čist nad 99% filmov, ki hočejo biti epski. Kakšen Marvel, prosim. Ja, bojo prišli z vesolja, pa bomo ta pa te ideje. Tukaj govorimo o nečem, kar je dejansko otipljivo. Ampak ti zamisliš, jaz hočem delati dobro, jaz bom za svoje ljudstvo, za vse to bom poskrbel, bom vredno načetal, vse to, kar hočeš. In v bistvu te ves čas izkoristi
samo za svoj gain, tam, za svoj dobiček. Eno zlobno bitje, ki mu je to užitek, in po cilju jaz bom vladal vsemu. Ali pa kapital. Spet ta družbeno-politična nota. Moj najljubši prizor je pa seveda Gandalf, ki pride rešiti stvar v Helm's Deep, ker mu reče, da Aragorn vidi lučko, pač svetloba, ne vem, 4. dne ali karkoli, gre ven pogledat, pa se tako pokaže. Najprej on tako sam, valjda, ker on itak, ta prvi je gor pršel, pa dvigne, pa tako, kaj zdaj pizde? Pa ta uni orki spodi, kaj, ti pa kera vojska. Pa pride vojska. In potem gre po takem strmem dol laufa z unimi konji, da je to pač po moje. Se polomijo. Tako jih pa tako prebijajo, tisti mi je tako, wow. Škoda, ker niso pokazali orkovske face, tako civil. Ja, še vedno pele na orski bitki, mislim, da takrat pokaže, ko Rohanovska armada zažene dol po Sovni. Mogoče pa ta kopija ne bodo zadostovala. Kaj misliš? A bi mi mogli, prepozno. Briši. No, kaj pa vajni najljubši sceni? Mislim, Galadriel, vem, da me, ko sem prvi film gledal, najbolj presenetila in je res noro narejena. Drugač pa potem tam tale Macbeth scena. Mi je cool. No man can kill me, I am no man. Ja. V Macbethu je, da Macbethu prerokujejo, da ga no man born of woman. In potem ga Macduff, ki je bil s cesarskim rezom rojen, ubije. Finta. Dobili so ga na tehnikalije. Death by technicality. To je uno, preroga delska. To je taka delska preroga. Ampak nisi prebral drobnega tiska. Drugače pa še tam, ko se Arwen prvič pojavi, pa pomete z vsemi z vodo. Tisto mi je bilo zelo carsko. Ni slab CGI. Razen da v knjigi tega ne naredi Arwen. Ne, tam naredi njen foter. Ja, točno. Ta je pač tata poklica. Dajmo eno še hitro kontroverzno, ali pa nekontroverzno, kakorkoli bo kdo to vzel. Da ni prebral knjig? Ne. V bistvu knjiga je do ženskega spola dosti bolj omitting, kot pa je film. Pa še v filmu je folk kričal takrat, ko je prišel, Eowyn pa Arwen. Kaj, Aragorn ni ženska, kaj zdaj? Kako vi jemljete predvsem ta dva lika, ker drugih v bistvu ni. Ker sta zelo drugačna od knjig, ne? Kako jo jemljete? A kako sta privijačena? Ali pa drugačna, ali pa kakorkoli. Ja, mislim, za moje pojme je spretno. To je to, kar res nisem, kaj sploh ženska bi počel pravzaprav, to se jasno vidi. V redu, če ne znaš, raj pusti primeru. Kar mederi v redu, smo mi vsi kul. Ni problema. Zdaj, Jackson seveda, oziroma za nove čase, mislim, da je za moje pojme dobro davno. Tudi Arwen je čist, lahko bi bila del knjige. BP. Mislim, tako, pač v tej obliki, ko bi bila del knjige, sploh je čisto vse. Hobita pa ne bi. Tako je noter vlačil na silo, da ima vse zdaj noter ninja. Vilinske. Ninjas. Mislim, še vedno tudi v filmu, če bi tako gledal samo po sebi, rečeš, da je pa nekam malo ženskih likov, ampak razumem, da moraš zdaj spreminjati. Ja, pa iz lufta zmisliti. V Foundationu so, kjer je še večji problem v knjigi, to z ženskimi liki, ker dobesedno v prvi knjigi trilogije ni niti ene ženske, mogoče ena omenjena, da gre mimo. V drugi se ena pojavi, ki v trenutku, ko mine nevarnost, ko grejo preko tega, speče pito. Za svoje moške. Posledično je že bila. In posledično so v seriji en kup likom spremenili spol, ker je itak vseeno, ker itak noben ne počne v knjigi nič takega, kar bi bilo povsem moško ali povsem žensko, tako da je tam to vseeno. Tukaj bi pa ful bolj se poznalo, zato ker pač ne gre.
Mislim, po drugi strani, če bi rekel, recimo Legolas, da je dosti ženstven lik, ima dolge lase in vse, in da bi ga lahko dal, da je ženska, potem pa imaš to prijateljstvo z Gimlijem, vseeno malo awkward postane. Ne? Razen, če bi bile obe ženski, pol pa že imaš mogoče overkill, ne vem. Mislim, fani bi vsekakor... To smo, ves se čakamo to. Fani bi vsekakor vam padli. So jih omenili. Ja, I guess. Kaj pa ti misliš? Ne vem, mene... Pač zgodba je taka, se nimaš tle kaj, pač zgodba je o kraljih, nasledstvih in ne vem kaj, pač tle ne moreš imeti pač tok teh vlog in tudi jaz pač se nismo woke police, pa ni treba vsaka stvar. Je pa tako, lahko so, ne vem, olifantinje večinoma, slonice, ali kaj pa jaz vem. Tudi Uruk-hai meni izgleda dokaj ženstveni. Nekaj se mi zdi, da... Mislim, lišpajo vse. Točno. Lišpajo vse, ne? Zdaj pa že delitve spolov. Ja, to je res. To pa sem zdaj jaz zafrkla, stereotipno. Ustavi se stereotipi. Nekaj meni ima ta zelo zanimive loke, kao ta smrtnost, ni smrtnost Arwen, ne? Torej, da se bo predala smrtnemu moškemu, ne? Predala, to je zdaj v narekovajih, pardon, da bo ta skupaj živela, da ona svojo nesmrtnost žrtvuje za ljubezen, to je njena glavna dilema, ja ali ne. Medtem ko Eowyn pa ima zame sicer bolj zanimivo logiko, ne, torej ujetnica, recimo temu v velikih narekovajih patriarhata, ne, da se pač mora odločiti, ko jaz sem vseeno tukaj Maiden of the Shield, ne, torej z mečem se zmorem boriti za svoje ljubljene, tako kot Merino reče, kot vsi ostali tlele. Ne, torej, mislim, da ga v filmu je zelo dober dispop, mislim, da to zgolj v Extended Editions, ko Eomer prcne nazaj, kao ne spodbuja ta malga Eowyn, ker jaz zgolj dvomim v njegov doseg meča, ne? Pa mu ona nazaj prebija, ja, zakaj se pa on ne bi mogel boriti za svoje ljubljene, tako ti, ne? Se mi zdi tak idealen dis za tale lik, pa za ta film, če sem že pri temu. Vse je ključen lik. Ne? Ja, meni je ona iz top 3. Meni je top 3. Ja, in potem problemi. Ne? Zdaj pa ne več in zdaj je kul. Več enega imaš manj, ki bi znal biti kar problem. Ampak je na besedno foro padlo. Ne moreš me, čakaj. Slovnica pravi, da te lahko. Tesaurus za joka, veš kaj? Tesaure, pa viš tako Tolkiena, veš tako prevajalčki, no, da vas vidimo. Bognišče. 3 točke za Toporišiča. Ja, smo hoteli še kaj povedati o filmu. Preveč, jaz bi šel o glasbi, po fotografiji preveč povedal, ampak ne bom s tem moril, ker pa če bo že toliko tega črnila prelitega, pač mislim, da bom dal par linkov od spod, kar so se meni zdeli zanimivi YouTube eseji okrog tega, ker je bolj vizualno prikazano, kaj vse so še šli v ozadju. Naprimer, lahko samo povem, da maja sem si kupil 4K TV in ta prva stvar je bil Lord, seveda. In tako moram reči, še na 4K izgleda fucking amazing, ne samo, da ga enkrat na leto pogledam, zdaj sem ga še enkrat vmes pogledal, zato ker pač me zanima, a zdrži ta detajl. Ker naprimer vitice na rokavici Sauronove roke so tako detaljne, še tudi v 4K, da je noro, da so študirali tako vnaprej, oziroma v rezolucijah, o tem, kako bo v bistvu gledalec pogledal, pa zaužil ta svet. Ne. Da ne govorim, koliko je folka tle sodelovali, predvsem torej velika 2, John Howe, pa Lee, velika ilustratorja Tolkienova, ne, pa še Tim Nesbitt je tretji, ali nima veze. Skratka, koliko so oni pomagali v bistvu pri realizaciji te velike upodobitve. Treba vedno znova podarjati, upodobiti nekaj, kar je zgolj na papirju, ni tako lahko. Ni zgolj tako simpel postaviti kamero v človeka noter, pa reči, to je za to. Ne, tu je tisoč enih odločitev, ki so potrebne in mislim, da so v 95% bile odlično realizirane. Ne. Pa takoj se vidi, da je čip. Ja, oziroma, če ni to, kar bi moral biti, ja. Ne? In tukaj je skoraj, mislim, vse, no? Ja. Ne vem, kaj ni, pravzaprav, ne? Od Šajenska naprej. Bomo uporabili grešnika. Res nimam ene tiste spotike. Ja, da bi rekel, to pa bilo... To pa je ful čudno. Ta obleka, ta meč, ta uno, to. Ja. Vse štima. Ja. Po 20 letih. Ja, totalno. Za meni se je zdelo, da sem tam na njivi v Hobbitonu videl krompir. Tisti mi ni bilo čisto jasno. Na Novi Zelandiji tega ni. Niso še odkrili Amerika, jaz ne vem, kako gre to skupaj. Pa kako granit tam je, tam skala. A veš, če lahko Lorda kakorkoli vzameš na
tej točki, obrtni točki, veta efekti ali kakorkoli, pa stoji in bo stalo še kot svetilnik za vse serije naprej. Pa naprimer tudi zdaj, naprimer, če grem na Wheel of Time nazaj, nekako, ki sem ravno kar en članek napisal za dotično jazbino, ne. Ko vidiš, v bistvu, da TV serije, ne, ko so zdaj pač neki novi nosilci teh velikih zgodb, ker si lahko privoščijo serializacijo, pa minutažo in tako naprej, ker se tudi oni zmorejo v manjšem budžetu sicer ukvarjati z temi istimi detajli. Če pogledaš bonus fotografije ali pa te mini dokumentarce, ki se grejo v zadju, pri zadnjem 7. delu je bil to, torej props department, koliko cajta so se vzeli, da so v bistvu samo naredili 300 3D sprintanih sedaj prstanov, naprimer. To so se vse naučili tam, ker to moraš dati skozi, da narediš svet prepričljiv. Tako. Ja, to je to, ampak vse izvire. Kljub temu, ne, če gledaš prvi del Wheel of Time, kako je na Sočo prilepljen gor fantasy landscape, dejansko deluje bolj čip kot v Lord of the Rings. Če oboje gledaš na 4K. Že, ja, se strinjam, ker pač vse na TV, pa mogoče, kjera bližnjica bila obrana, se strinjam, ker mislim, da je na epizodo so dali 10 milijonov. 10 milijonov je ogromno denarja. Ja, vem. Ja, sam ni Lord of the Rings. Ja, ni pa Lord of the Rings. Pri nas so snemali, že zato so rabili. Ja, davki vse pobere. Ja. To je ta obdavčena Slovenija, glej. Vlada vas skuša opozoriti, pa vi nič. Thanks, JJ. Ste družbeno politične. Kaj sem se pustil Je pa zanimivo, ker si omenil Wheel of Time, ker seveda vsi gledamo proti Amazonu, tudi Sauronovo veliko oko je operjeno proti Amazonu, ker seveda tja konec leta, če se ne motim. Ja, seveda naslednjega, ker bi bilo zdaj že tle. Konec naslednjega leta seveda prihaja Lord of the Rings projekt, za katerega še zdaj čisto točno ne vemo, razen da se bo dogajal mičkeno pred Gospodarjem, ne ful nazaj, če sem jaz zdaj prav razumel zadnje informacije. Torej baby hobiti. Ja, definitivno se jaz bojim, da bomo imeli te fanservice cameo, že itak so omenili, da Aragorn naj bi bil nek mlad Aragorn notar. Čeprav Aragorn je kar old motherfucker, ne? Ja, to je res, on je že dokaj star, ded, zato pa hvala Bogu, ker je tudi ona vilinka dovolj stara. Mislim, jaz bom sprve vsekal ven, da v bistvu, če bi dobil zgodbo paca Numenorja, Sauronov vzpon, da se tako izrazim, bi bil zelo happy. Ne rabi biti neka huda fora, ker Sauron, naprimer, kar jaz Saurona ne razumem, da v bistvu ti vse kanaliziraš v prstan noter, ne, kao je meni big fail, kao je stari, ti na eno karto si stavil, pa zajebo. Torej, hočeš reči, da tisti, ki ga ne omenjamo, se v Harry Potterju kar naučil 7 zadev. Ja, evo, že to je. Recimo, ne. Ker v Silmarillionu Sauron operira dosti bolj pretanjeno, se izpostavlja tudi, ne, a veš, kao on je tisti veliki vplivnež, ki pride v Numenor, pa kao še petana ošesa, pa vpliva na tehnologijo, pa jim svetuje in tako naprej. V bistvu bolj je pretanjen, ne, bolj je zanimiv, bom tako izrazil, medtem ko pa pride do odločitve, boli me, kurat za vse to skupaj, ja bom šel grobo en prstan narediti in pol bom zmagal, ne, kao, ne. Ja, kaj je storytelling device. Ja, totalno. Bila pa ta zgodba, veš, ni One Ring, ampak je en kipec, pa 2 prstana, pa 4 podvezice, pa 2... Ne vem, veš, to pa predmo to zdaj vse najdli, veš, kaj jih v tem zdaj poveže, podvezice, ali kaj ne. No, ampak sej to, kak bi prišli do podvezic, bi lahko bilo ful bolj zanimivo. Sem pol bi to na Mount Doomu res gledalo fantastično, ko bi nek not metal, nekaj stvari, klobu, pero, dej pohiti malo, veš, samo gre še malo, pazi ta na prstnik, Niso antimaskerji, ampak so antipodvezice. Nekako ni isti učinek. Ne, tako da veš, če bi že takšno zgodbo dobil za ukvirjeno, kot si se ti prej izrazil, zaključeno nekako, to bi bil full happy. Ker iz tega štofa, ki je bolj, kako ne rečem, free napisan, da ni tako zakoličen, se da full delati. In tu če Amazon zdaj že, če se ne motim, 400 milijonski budžet, od tega je 500. Ja, od tega je 200 šlo zgolj za IP, za pravice. Ne? Lej,
izkoristiš še za kakšno drugo zadevo. Ne vem, poveš zgodbo o Milkorju, naprimer, pa tako naprej. Ampak to lahko pride vse kasneje. Daj mi najprej za neki o Sauronu, ker vemo, to folk pozna, pol pa o Pelinu. Se bojim, da je to tak Star Wars rata, veš, da to bo... To itak bo, lej, franšizacija, to ne gine. V bistvu je presenetljivo, da je to dolgo trajalo. Ja, v resnici je res, dobro, vmes je bil Hobbit, ker smo ga vsi malo pozabili, ampak v resnici je res malo zanimivo, da so recimo prej začeli z raznimi drugimi stvarmi. Tudi Star Wars in nazadnje so začeli nove šopati ven, kot pa recimo Gospodarja. Je pa res, mogoče bomo dali še tudi zapiske, ena par fan-based izdelkov je, naprimer zgodba Dunedainov, ena polurni filmski izdelek je full fucking dober. Kako neko informacijo prenesti do Striderja, naprimer. Ja, v bistvu taka zadeva, ki so jo ful dobro naredili, bom dal noter v linke. Samo stranska zgodba. Zgodba Orlov z Attenboroughem. Fucking Orlov. Točno. Dajmo še samo prednji zaključimo omeniti fucking Orla. Zakaj je to Deus Ex Machina oziroma v čem je fora? Vse niso. Mislim, tu ljudje malo pretiravajo. Pretiravajo. Orla bi se ravno opazil in valjda ne more Orl prileteti pa prsta navreč not v Mount Doom, ker to bi vsak videl. Pa še nadzor malo letalski promet ima unga modela na unem zmaju. Pa zato mora biti en sneaky Hobbit in se pritrl. Pol pa, ko je Sauron enkrat mrtev in pač pade in tako, pa Orli lahko pride v Mordor in ga ju poberejo. To je meni vedno bilo tako kar nek izgovor za... Ne, ampak nasploh v zgodbi pridejo gliho pravem trenutku. Ne? Ja, tudi v Hobbitu. Ja, tudi v Hobbitu. Taki so Via Orli, Gandalf, Via Gandalf. Via Metulček. Ja, on ima 5G. Javo. Je bil cepljen? Cepljen, Javo. Uber Orel je to. Ne korona. Fly Orel. Thanks for flying Air Orel. No, gremo malo že, se nam mudi, malo smo že dolgi. In zato bomo zdaj Snetija vprašali, kaj gleda, bere, špila in posluša. No, Battle of Middle-earth 3. Ne, tega ni, hvala Bogu. Ne, vse sem napisal, gledam The Great sezono 2, ki je awesome. No, super. Vsakdo, ki se uči kakorkoli scenarističnega foha ali bi rad bil dober pisec scenarijev za TV, mora tončka posnemati vsaj, ne? In je res, res awesome scenarij. Kdo je že rekel to zadnjič, tudi en tip, ki ga ful spoštujem. V glavnem en tip, no, ki tako ve, o čem govori, ne? Je rekel, to je ne, kdo, Martin, ne, George Martin je to rekel, ne, zdaj se spomnim. Okay, George Martin je rekel, gledam The Great in je great. Hud blurb je. Ja, ne, hudo. Ne, to sem jaz blurb vzel, on ni tako rekel, jaz sem rekel. Pol je Little Birds, če kdo, mogoče Anajas ni, ne znam dobro francoščine, ampak pač ta feministična ikona, ne, ali v našem bo zelo blizu to, je ful dobra serija. Res je dobra serija. To pa še nisem, to pa poznam. Res, presenetljivo dobro. Se to ni novo, to je 2018 se mi zdi. Aha. Ne, 2020 je. Mislim, da je pa Hulu. Aha, okay. Ne vem. Hulu. Ne boste naročili, boste druge dobili. Bomo napisali zgavn, ja? Ste stavhali. Po Shang-Chi sem že omenil, to sem gledal, mi je bilo cool. No, okay. Igram Halo Infinite, seveda Final Fantasy 7 remake, ki bo tudi v USB-ni, in Uncharted zdaj, ki bo tudi filma, ne? Mogoče še celo kakšno epizodico vržemo takrat, ko bo... Se kar povabo. Ja. No, se bo tudi s kom drugim. Se pravi. Bom daj sicer film zgleda tako... Ja, ampak dobro, pač Indiana Jones, ne? Tudi Jungle Cruise mi je bil cool osebno, recimo, ne? Ker je pač Indiana Jones. It's awesome, ne? Mislim, da je Pirati iz Karibov Jungle Cruise, ampak okej. Ja, mislim, pač, ampak milije. Ja. A te lahko samo na Final Fantasy 7 remake vrnem, a za nas, ki smo ga dali skozi... Remake ali 7-ko? 7-ko, takrat, ko je prišel ven, a se splača? Ja, prvi deve, ja, se splača. Se splača? Ja, še enkrat. Mislim, zraven grafike seveda, ampak... Ne, dobro špile. Čistko. To itak, ja. Eno načel je dober špil. Igralno to dober špil, ne sem tako wako, ampak igralno je dober špil. Ne, se pravim, jaz sem... Več v naslednji zbini. Jaz sem 7-ko takrat, ko je prišla v eno Brno, samo me zanima, če se splača za remake še enkrat. Vse, ok. Ja, jaz sem to zažitkom. No in pa naš špil Call of a Service, katerega dizajner sem, in bo počas celo nared. Bo zdaj. Bo konc teh trailerov na Facebooku. Ampak to pomeni, da če ga ti obrneš, da ga pol ne boste dali ven, ker bo preveč easy, ali kaj?
Kako nizko. Gleže, no. Sem preverjam. No. Ja. Jaz igram špile na hardcore. No, ampak da mi malo pove več o Call of Duty, kaj je to 3D pucat, prva osebna? Ne, to je tretji osebni action adventure stare šole. Recimo, da bi bila primerjalna točka Tomb Raider, Uncharted, ta varianta. Okay. Imamo dva lika. Jacka pa Lelo, ne Leo. On je Delta Force soldier, ona je poznavalka starih jezikov in križevnosti in vsega tega, seveda, tako grejo na veskap. Okay. In potem zaglavita v Egiptu in spadeta v spopad starodavnih božanstev in pridejo mumije in raziskujeta prave lokacije, by the way, ne? Kot so Kepso, piramida, pa Steferove, pa tako naprej, ne? In potem gre sta pod te piramide, ki so pa awesome magical locations. Super. In šutata in rešujete uganke in skačete in padate v prepade in padate v prepade in padate. A sem vedel, da padeš v prepade? Ampak živita? Pa se rezurektata in tako naprej. Ne? Tako da, ja, to je špil, ki ga delamo zdaj že kar tako, počas bo 4 leta. Super. Zdaj, kjer je platforma? PC, PS4, Xbox One. Z mogočimi podverzijami to zdaj raziskujem, PS5 pa Xbox Series X. Super. Tako da jaz mislim, da pomlad bi to moral biti. No, konvoto, bilo uspeha. Super. Na PS5 se bo tudi dalo špilati? Ja, so vse compatible. Okay. Ja. A imaš PS5? Ne še, ampak do pomladi mogoče. Good luck, ja. Je rekel, šlo bi ni prebral, da smo da za... Ja, pa kaj, nekaj tako, zdaj se pokazal, vseeno je bil priden in mogoče Božiček kaj najde, no? Božiček, tako ti bom rekel, glede novih konzol. Microsoft ima zdaj tekmovanje v Halo, ne, in so morali dev kite uporabiti, ker ne morejo dobiti konzol. Oh, wow. I'm serious. Niso jih dobili. Microsoft ni dobil konzol. Lastnih in so morali dev kite uporabiti. To ima Božiček, imate svoje palčke, ki delajo, on ne rabi kitajskih otrok. Magic. Če ti procuraš PS5, jaz računam, da bi imel enkrat pred majem. Če Jurija. Ne, jaz računam, da maja enkrat pa se bo mogoče dalo dobiti. Tam bo 900. Razen če bo Jurija 100. To je res. Jesus freaking Christ. Ni polprovodnikov. Parazitski kapitalizem, čist. Ne, grafične kartice, jaz sem dal 700, pa sem se počutil Evropanga za svoj RTX 3070, zdaj je Jure 300. Mislim, da gre na Jure 5. Ja, čeprav grafikulje so žrtve rudarjenja. Ni važno. Ni važno, ok. Isto. Isti šit. Oglavnem. Naprej. Ok, Igor, ti si naslednji, res je. Torej, ja, pogledal sem prva 2 dela Station 11 in je brilliant. Mislim, kljub temu, da poznam knjigo pa vse to, ne, tale pandemično apokaliptični del ful zadene, ko vidiš tiste polne bolnišnice in to in je tak, ok, to niso poročila fakt, in drugače pa pač ja, je pomemben fokus na tem, kaj je lepo tudi po koncu sveta lahko in kak je umetnost cool. In Mackenzie Davis je super, drug del krasno pelje štorijo, komaj čakam, kako bo šlo dalje. Ok, super. Gledal sem tako kot vidva Spider-Manov Far From Home. Nijam kako domov priti. Ja, dalče. Oziroma ni poti nazaj, ali kak je že tale. Ni poti domov. Ja. No, super je. Meni je bil všeč, vam je bil všeč, ne? Ja, zakon izmed teh 3 Home oziroma Domačica trilogija je najbolj. Mislim, meni od vseh Spider-Manov najboljš, v bistvu. Razen oni animirani, je tu neki. Spider-Man, tako. Ta film, namreč, zato ti je to ja, ne, animirani mi je bil. Animirani mi je bil mogoče slabo boljš, no. Ja, pardon, kvarnik za unek. Ja. Se ste spali zadnji dni. Zakaj moraš kvariti? Ja, oprostite, če še niste gledali. Ne. Izreži. Gledal sem Drive My Car film, ki pravijo, da naj bi dobil Oskarja za tujezičnega oziroma vse nagrade zdaj pobira. Ja, v redu je. Meni je eno par drugih filmov bilo bolj všeč in ne razumem, kako vsi menijo, da je to daleč najboljši film. V redu je. 3 ure traja, pa ni Gospodar prstanov. Ampak ima v redu štorijo. Je potreba potem, da traja toliko časa. Ima ene čustvene trenutke, ampak meni je bil recimo od teh ta najbolj grozen človek na svetu daleč boljši. No.
Gledal sem The Power of the Dog, kar je tudi film, ki bi naj dobil vse Oskarje in ja, mislim, da jih bo. Te filme je že kar nekaj. Ne, tale bi dobil za glavno moško vlogo, po mojem, pa za najboljši film, pa mogoče scenarij režijo. Ni šanse, v letu, ko je Dune zunaj. Cumberbatch odigra stransko vlogo. Ja, pa kaj pa? Važno je, kje ga nominirajo. Kaj točno je bilo v tem nefiltriranem pivu? A lahko še jaz malo? Cumberbatch je res fenomenalen v tem filmu. Ja, shocking. Res, mislim, da je to njegova najboljša vloga do zdaj, tako daleč najboljša. Film je bilo weird, tak bom Sherlocka / Strangea gledal kot kavboja in pol tak, kak si sprehodi čez kader, to je kavboj. Res. Hočeš reči, že nisem mu another elongated face. Ne, res je v redu film, ampak je pa tu zdaj pač čisto osebna odločitev, če so ti všeč filmi te režiserke. Mi je z glave padlo, kak je ime. Jane Campion. Meni niso in imam iste pomisleke, ki so čist moji osebni pogledi na to, ampak če objektivno kot filmski kritik gledam, pa ja, to je to. Okay. Je pa ta na Netflixu tudi, ne? Ja. Okay. Aha, super. Okay. Tako da ja. Mito, kaj si uspel kaj pogledati? Nič novega, no. Mislim zraven pač teh zadev, ki jih sproti gledamo, no, pač, ki jih bomo tudi v epizodah omenjali, torej Wheel of Time, Curb Your Enthusiasm, kaj še gledam, Witcher, Expanse, vse to so full hude, super zadeve in ne vem, zakaj bi jih mogel promovirati, ker pač tisti, ki nas poslušate, že veste moje stališče, tako da to je to. To je to, kar sem pogledal. No, super. Jaz tudi vse te stvari skušam sproti pogledati. Sem pa pogledal Babylon Berlin. Začel sem 3. sezono, gotovo, da se prve, druge bolj bogo spomnim, ker sem jo gledal takrat, ko sta ven prišli in ker je štorija precej zapletena in sem še enkrat pogledal vse od začetka. Tako da lahko še vedno rečem, da to je ena mojih najljubših serij tega detektivskega crime zgodovinskega žanra, no, ker je taka detektivski krimič izpred Nemčije, izpred drugo svetovno vojno, skratka fantastično. 3. sezona se mi je sicer zdela mogoče mičkeno že razvlečena, pa ene stvari niso glih toliko dobro štimale, no, že za lase privlečene, bile milo rečeno, tudi ta glavni primer v 3. sezoni sploh ni bil zanimiv, ker je bilo vse ostalo okrog bolj zanimivo, ampak še vedno odlična serija. Zdaj ne vem, da imajo ful velike težave s 4. Ful denarja so pokuri ta serija, ker je res odlična produkcija, ampak upam, da bojo jo vseeno naredili in da gledamo to stvar dalje. Cool. Ljudje ne boste verjeli, to je bila že naša 110. epizoda, kar pomeni, da je naslednja 111. same enice, tokrat pa je bila tale v znamenju trojke, kajti to je bila 3. epizoda Meseca fantazije. Poslušali ste podcast The Best Really Ever. Ja, The Best Really Ever. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili, Sergej pripel, pripopal, privesil, hvala. Po domače sneti. Potem Mito, sneg, puhec, gehič. Igor, nedovršni glagol, harp. In žal, Aljoša meni stoji haglamov. Tole epizodo smo znova posneli v našem skrivnem štabu v kinogledališču Bežigrad, ki se mu zahvaljujemo za gostoljubje. Vam pa sporočamo, da v KGB trenutno še vedno visi en pajek, ki se ga gotovo splača priti za 2 uri in pol pogledati. Ta teden odpre tudi 4. matrica, skratka polno zanimivega v slovenskih kinodvoranah, na varen način si privoščite te filme. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcast, spremljajte platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se boste v naslednjih dneh potikali kaj po štajerski, je to morda zadnjič, preden izide nov prevod, še 2 leti, da jo boste asociacijsko povezali s šajersko. Zato kar globoko vdihnite tisti zrak tam in pomislite, da je Gradišnik za razliko od Snetija že vedel, kaj dela. Tako štajerska kot šajerska sta polna možičev in dečev, ki najraje na svetu jejo, pijejo in kadijo zel.
in pol teh ljudi ne poznate niti polovico toliko, kot bi jih želeli, manj kot pol pa jih marate pol toliko, kot si zaslužijo. So true. Poleg tega, seveda, da imamo Štajerci tudi zelo kosmate noge. Podcast Obod, podcast brez dlake na jeziku, ker je drugod dovolj. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast KM, Obod brez pikic. Tja delimo rajcere, prikolce, novice, sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, fotografije tistega pusta, na katerem ste bili na zgulj, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 110. epizoda, 3. epizoda Meseca fantazije, ki zajema skupaj 5 epizod, se pravi samo še 2 in bo trajal do 18. januarja, ko naj bi na sporedu bila epizoda o koločasju, ki naj bi jo, če bo vse po sreči, zaenkrat kaže tako, snemali 15. januarja v živo na konvenciji na meji nevidnega. Naslednja epizoda sicer ne bo spadala v to kvoto, sledijo namreč Obodeki 2021. Nagrade za najboljše žanrske reči, že naša druga tradicionalna novoletna epizoda, kjer bomo pa podelili med drugim tudi nagrado za najboljši fantazijski film, oziroma tokrat bolj serijo. Do takrat in vedno pa se čuvajte in ostanite zdravi, drage obodovke in obodovci, kdorkoli in kjerkoli že ste.